tokrat je naša tema zelo vroči družinski zakonik. Povabljene imamo 4 goste, če začnemo kar iz vaše desne. Je to gospod Mitja Blažič, koordinator kampanje Za vse družine. Potem naprej je tukaj gospod Peter Štrbenk, predstavnik civilne iniciative za družino in pravice otrok. In doktor Ivan Svetlik, ki je bil do nedavnega minister za delo, družino in socialne zadeve. Pa bomo kar vas najprej vprašali, gospod Svetlik, vi ste predlagatelj novega družinskega zakonika. Vam ste vložili veliko truda in verjamete, da je dober, predvidevam. Zato bi vas prosil, če nam lahko poveste 3 glavne novosti, ki jih zakonik prinaša otrokom, torej tudi nam dijakom. Pa prosim, če ste lahko konkretni. Dobro. Najprej lepa hvala za povabilo in lep pozdrav vsem, ki ste na ta pogovor prišli. Da ne bom preveč dolg, kot pravi voditelj, bom kar povedal, kaj je tisto, kar otrokom ta družinski zakonik prinaša. Prva stvar, ki je izjemno pomembna, je to, da prinaša zares in tudi delanje bil s tem boljšo zaščito, boljše varovanje otrok, kot obstoječi zakoni to zagotavljajo. Ko gre za to, da so otroci, ki ostanejo brez staršev, da morajo iti v posvojitev, ali pa ko gre za to, da se družine razidejo iz tega ali onega razloga, ali pa da nekdo recimo umre ali kaj podobnega, ali da se dogodi nesreča, ko je treba otroke dati v posvojitev, je bilo doslej praksa, da so se ti postopki izjemno dolgo vlekli in da je to šlo ponavadi na škodo otrok. Po novem sta tukaj 2 bistveni spremembi in to je, da bodo o tem odločala takozvana družinska sodišča, ne več samo centri za socialno delo. Sodišča imajo večjo avtoriteto pri odločanju in bodo lahko z večjo avtoriteto tudi te odločitve sprejemala. In drugič, kar je zelo pomembno, določeni so natančni roki, v katerih je treba neko odločitev sprejeti. Zdaj so se recimo nekatere take odločitve vlekle zaradi tega, ker se denimo ob razvezi starši niso mogli med sabo sporazumeti, so se vlekle zelo, zelo dolgo časa in to je šlo na račun in čez pleča mladih, sploh otrok, ki so bili s tem dodatno obremenjeni in zaznamovani. Zdaj so ti roki določeni in ti roki morajo biti tudi v družinskem zakoniku spoštovani. Tretja reč, ki bi jo posebej omenil, je to, da imamo zagovornika otrok kot nov inštitut, takrat, ko bodo postopki pred sodiščem in ta bo se postavil v njegovo vlogo in bo njega zagovarjal. Ne bo neke pristranosti, upamo, zaradi tega in bo prav se na njegovo stališče postavil, poskušal ga bo razumeti in njegov interes uveljaviti, recimo, ko gre za odločitev, ali želi živeti potem pri enem staršu ali pri drugem od staršev, tako da bo to tudi druga taka pomembna novost. Lahko še dodam, recimo, če ostane otrok brez družine, brez staršev, mu je po novem tudi po zakonu obvezno zagotoviti stanovanjsko varstvo. In to so mogoče za otroke tudi najpomembnejše spremembe. Zdaj, to me zanima, jaz sem si malo pogledal ta družinski zakonik in kar je tega zagovornika otroka, piše, da se te stvari uredijo z drugim zakonom in več kot to ni omenjen, se pravi, če se družinski zakonik zavrne, potem to ne vpliva na zagovornika otroka, ker to tako in tako ureja drug zakon. To ne bo držalo, ker ta zakon, ki naj bi urejal zagovorništvo, izhaja iz določil tega zakona. Noben drug zakon danes tega zagovornika ne predvideva, seveda je pa možno iti po poti tudi, če bi ta zakonik ne obveljal, da bo nekdo predlagal posebej zagovorništvo za otroke in bo seveda na tak način kakšen zakon vložen v proceduro. To seveda se ne izključuje.
Že samo ta zakonik. Ta zakon pa obvezuje, to je pa, a ne, to je prednost. No, ampak ne prinaša pa še takoj. Ne, ker je treba zakon pripraviti in zagovorništvo ni tako preprosta zadeva, je treba pripraviti. Torej, se pravi, če pač se zavrne, potem to ne direktno pomeni, mislim, pač to šele v nekem daljšem roku bi to pomenilo, v tem času pa itak bi lahko v vsakem primeru sestavili, čeprav razumem, ta zakon o zagovorniku otroka. Ta možnost seveda obstaja. Torej, hvala lepa, jaz sem pa Nejc Povirk, bom pomagal danes Petru malo voditi tole okroglo mizo. Torej, gospod Štrbenk, vi ste iz civilne iniciative za družino in pravice otrok. Nam lahko še mogoče vi predstavite 3 glavne točke, v katerih se vaša civilna iniciativa ne strinja s tem zakonikom, pa prosim, bote konkretni. Hvala. Torej, tudi z moje strani lep pozdrav in zahvala, da sem v imenu civilne iniciative lahko povabljen na tole okroglo mizo. Zdaj, mi seveda vidimo v tem zakonu čist druge učinke, kot so bili navedeni s strani gospoda Svetlika. Namreč te elementi, ki so bili tukaj omenjeni, so pravzaprav bolj kot ne stvar organizacije dela državne uprave in je tako, bi rekel, zakonodajno pospeševanje postopkov rešljivo seveda tudi čisto v okviru organizacije dela. V civilni iniciativi pravzaprav vidimo v tem zakoniku nekatere stvari, ki seveda niso tako izrecno in direktno napisane, ker se tako zapisati ne dajo. Zato sicer meni je hudo govoriti s takimi grobimi besedami, mi še zmeraj vidimo v tem zakoniku prevaro, ker ima toliko in toliko skritih zadev, ker se uvajajo z nekimi drugimi predpisi, z nekimi drugimi ukrepi in postopki. To so predvsem za nas družbeno sporno, še vedno nadomestno materinstvo in pa uvajanje možnosti oplojevanja zdravih žensk z biomedicinsko pomočjo, kar smo državljani leta 2001 na referendumu že zavrnili. Se pravi, da to ni dovoljeno. Vidimo določene vnose nekih, za nas to niso vrednote, ampak nekih ideologij v šolsko zakonodajo, v vzgojne procese. O tem ne nazadnje lahko v zadnjih dneh kar veliko berete. Praksa okoli tega na šolah je že zelo je prisotna. Ne morem reči, da je ultra razširjena, ampak prisotna je. In kar je najhujše, kjer mi to vidimo, to se dogaja brez vednosti staršev. Torej, to, kar se tiče področja otrok, šolskih otrok je to. Drugače pa še vedno menimo, za razliko od predlagateljev zakonika in zagovornikov, da ta zakon omogoča posvajanje otrok v istospolne skupnosti in to bistveno drugače, kakor se to v medijih predstavlja. To bi jaz mogoče na kratko, če boste o tem kaj več kasneje, bom pa kaj več povedal. Hvala lepa. No, hvala tudi vam iz civilne iniciative. Zdaj bi pa še vprašal gospoda Blažiča. Torej, po vašem mnenju pravite, da 2 moška in 2 ženski lahko nadomestita torej očeta in mater. Prosim, če to utemeljite, velikokrat je bilo to slišano v volilni kampanji. Hvala. Na to vprašanje ne bom odgovarjal, zaradi tega, ker to vprašanje nima nobene zveze z družinskim zakonikom. Družinski zakonik govori o različnih družinah in o različnih partnerstvih. Kar zadeva istospolno usmerjene, prinaša izključno eno stvar in to je ureditev socialnih pravic za istospolne pare. To pomeni, ko sem bil jaz brezposeln in sem na zavodu za zdravstveno zavarovanje se hotel zavarovati po partnerju in mi je rekla uslužbenka, da pač ne morem, gospa pred mano se je pa lahko, po tem družinskem zakoniku se bom lahko. Ko me bo partner vzdrževal, in me je vzdrževal 1 leto, ker sem bil brezposeln, me bo partner lahko uveljavil kot vzdrževanega družinskega člana. Ko bo moj partner umrl, bom jaz lahko dobil vdovsko pokojnino, pogrebnino, posmrtnino, tega zdaj ne morem. Če gre moj partner v zapor, ga ne morem obiskati, ne morem ga poklicati po telefonu, ne morem mu pisati pisem, po novem družinskem zakoniku bo vse to možno.
No, hvala lepa. Zanima me, samo bi dodal, moram dokončati to svojo misel. ali lahko dokončam svojo misel? Počakajte, jaz sem samo pod vprašanje je, ali je nujno, da to dodajamo v družinskem zakoniku, ali bi se to lahko uredilo v katerem drugem zakoniku? Bom kar nadaljeval in bom pol odgovoril še na to vprašanje. Skratka, družinski zakonik samo to prinaša. Pravice za istospolne pare in to socialne pravice. Ne prinaša posvojitev tretjega otroka, kot se velikokrat napačno sliši. Če družinski zakonik pade na referendumu, bomo istospolni pari biološkega otroka partnerja vseeno lahko posvojili po 135. členu zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerij. To pomeni, da ali zakonik ostane ali pade, istospolni pari otroka partnerja svojega, ki že živi v taki skupnosti, bojo lahko posvojili. In ponavadi nasprotniki strašijo s tem, da bo najprej nekdo posvojil kot posameznik otroka, potem bo pa drugi posvojil otroka partnerja in to razložijo, da je zdaj to pomeni posvojitev tretjega otroka. Če pogledate zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, vidite, da je itak pri nas bilo po tistem zakonu tako urejeno, da samo posameznik lahko posvoji, razen če sta v zakonski zvezi. Po tem družinskem zakoniku posvaja pa par, zakonec ali pa zunaj zakonec, prej zunaj zakonec ni mogel. Skratka, tudi če pade družinski zakonik, še vedno bo ta posvojitev otroka svojega partnerja možna. Kar sem pa hotel povedati je, da je izjemoma možno bilo tudi, da je izjemoma lahko tudi posameznik posvoji. Če pogledate realno stanje v Sloveniji 30 posvojitev na leto, 300 staršev čaka, do posvojitve strani posameznikov ne pride razen recimo res izjemoma. Res izjemoma, ko recimo je to in vedno, ko je izjemoma, je to v korist otrok. Skratka, lahko se, ko boste me to vprašali kasneje, še razčistimo, ampak družinski zakonik ni česar novega na področju posvojitev, ne prinaša, tudi če pade, bo enako urejeno, kot je urejeno do sedaj. Prinaša socialne pravice. Če lahko dva očeta ali dve mami nadomestita očeta in mamo, je bilo vprašanje, to nima zveze z družinskim zakonikom. Jaz mislim, da je vsak lahko dober starš. In v mojem vrednostnem sistemu so ideali enakovredni. Odraščati v družini z očetom in mamo je meni enako pomembno, kot odraščati samo z mamo ali pa samo z očetom ali pa z dvema mamama ali pa z dvema očetoma. Tle ne bomo prišli nikoli skupaj. No, hvala. Zdaj pa prosim še na uno pod vprašanje odgovorite. Ja, kjero? Če lahko to uredimo vaše pravice, torej pravice homoseksualcev, torej socialne pravice, katerih ste dele omenili, da je vaš edini doprinos, če lahko to uredimo v kakšnem drugem zakoniku, zakaj moramo to tlačiti v družinski zakonik? Zato, ker je lahko pravice žensk in moških uredimo v različnih zakonih, lahko pravice črncev in belcev uredimo v različnih zakonih in kako to imenujemo. Osebna okoliščina ni samo barva kože ali pa spol, je tudi spolna usmerjenost. In če urejamo pravice istospolnih parov in istospolnih družin v dveh različnih zakonih, to jasno pomeni, da želimo eno obliko skupnosti in družin diskriminirati. In zdaj mi povejte vi, kako boste uredili istospolno družino, če bo torej otrok rojen v družino, kjer sta dva starša istega spola, bo po enem zakonu obravnavan, če bo rojen v družino, kjer sta oče in mama, bo po drugem zakonu. Zakaj je treba tega otroka diskriminirati na osnovi svojih staršev? Evropsko sodišče za človekove pravice je bilo tle lani jasno v dveh primerih in je reklo, da je področje istospolnega partnerstva področje družine. Lahko se pa uredi tudi drugače. Lahko jaz to pojasnim še. Sam kako je lahko otrok rojen v skupnost, kjer sta dve osebi istega spola? Na različne načine je lahko rojen. Lahko otroku
To ponavadi dosti ljudem je smešno, ampak mi imamo v Sloveniji 100 otrok približno, ki živi v takih družinah. Od nekje so se vzeli, niso jih naredili verjetno iz plastelina, niso iz umetnih mas, niso z Marsa, od nekje so ti otroci prišli. Prišli so iz prejšnjih zakonov velikokrat pridajo v te družine z umetno oploditvijo, ki je v tujini dovoljena, na različne načine, ampak ti otroci so v teh družinah. Zdaj pa vi povejte, kaj naj s temi otroki naredimo. Vzamemo pa damo očetu in mami? Ja, Če lahko sam pojasnim še to vprašanje, ali ni mogoče teh pravic urediti drugje, je bilo vprašanje. Glejte, ko smo mi gledali, koliko pravic je kratenih istospolnim parom danes, smo ugotovili, da gre za več kot 20 zakonov, ki bi jih bilo treba spreminjati. In zato smo se odločili, da v družinskem zakoniku preprosto rečemo, da imajo enake pravice kot tisti, ki živijo pač v heteroseksualnih skupnostih, v takih družinah. In doslej se je dogajalo pač tako, da kadar so istospolni pari ugotovili, da so prišli v situacijo, ko jim je bila neka pravica res kršena tako, da so jo občutili zelo močno na svoji koži, so to sprožili pred ustavnim sodiščem. Ustavno sodišče običajno to razsodilo njim v korist in potem je bila naloga države, da popravlja tisti konkretni zakon. In zdaj ni prava pot, če vemo vnaprej, da so neenakopravno obravnavani, da nimajo enakih pravic, da mi rečemo, naj se kar borijo, pa naj še čakamo, da bodo sprožili še en primer, pa še tretji primer in da bo to trajalo 30 let. Zakaj ne bi tem ljudem, ki so naši državljani, ker živijo med nami, z eno potezo, tako rekoč, uredili, da bodo enako obravnavani, kot so vsi drugi državljani, ker so pač rojeni enako, po enaki poti, na enak način, kot smo vsi mi. A ne more tega rešiti, mogoče recimo zakon o registraciji istospolne skupnosti? Ja, ta zakon očitno tega ni tako rešil, zato ni dober. Torej, gospod Štrbenk, ja. No, seveda, okoli tega se dela velika mistika, ker če bi bilo to razlikovanje, urejanje enih skupnosti v enem zakonu, urejanje drugih skupnosti v drugem zakonu ustavno sporno, to že zdavni padne. To ne drži. Seveda drži, ker ustavni, torej zakon o registraciji istospolnih skupnosti je bil že predmet ustavne presoje. Samo 22. člen. Dovolite se vsem. Če bi bilo vse ustavno sporno, bi ustavno sodišče že po svoji poti, kar to večkrat počne, reklo, da to ni v redu. Ne nazadnje tudi ob zadnji odločbi, ko je odločal o temle referendumu, se je pač opredelilo, da to ni nič nenormalnega. Takšno razlikovanje, s katerim smo mi prišli v to referendumsko kampanjo. Tako da, dovolite. Tukaj je gospod Svetlik omenjal to, da bi morali ne vem koliko zakonov spremeniti. Zakonodajno-pravna komisija Državnega zbora ali vlade, se ne točno, kjer je bila, je sama naštela 10 ali 20 koliko zakonov, ki jih bo treba spremeniti. Mi smo prosili predlagatelja zakona, da bi nam sam povedal, katere zakone bo treba še spremeniti na podlagi tega družinskega zakonika, in seveda tega odgovora nismo dobili. Zdaj jih ni treba, če bo sprejet. Ja, seveda jih je treba, en zakon, nepravdni postopek, pa ne vem kaj še vse, se je tam je treba. No, tole bi rekel, mene veseli, da je gospod Blažič, prvič sem slišal, je bilo rečeno, da družinski zakonik pri posvojitvah ne prinaša nič novega. To mi trdimo že skozi. Samo istospolnim parom. Istospolnim parom. Točno tako je. Ja, nič novega ne prinaša in to, kar se danes dela mistika, da bo družinski zakonik rešil na področju otrok, teh nekaj 100 otrok je bilo omenjenih, to je vse rešljivo že po zdajšnji zakonodaji. Če direktno v zakonu napiše, je ustavodajna praksa te zadeve rešila, tako da to je res. Moram pa reči, da pravzaprav naš problem, ki ga mi vidimo v tem družinskem zakoniku, je točno to, kar je bilo rečeno. Te otroce od nekje vzamejo v družine. To je problem. Ker do zdaj smo imeli v našem zakoniku lepo napisan, da otrok se rodi
iz odnosa med žensko in moškim, zdaj se pa v tej družini kar nekako pojavi, od nekje pride. Mene je osebno zelo zabolelo, ko sem v enem od gradiv, ki smo jih obravnavali na odbor za delo, ko smo tale družinski zakonik obravnavali, pisali, da istospolni pari pridobijo otroke. To je nekaj takega, kakor da se danes pogovarjamo o trgovini z otrokom, ga pridobiš. In to je ena hudo boleča zadeva, ki bije iz tega zakonika ven. V zakoniku to ne piše. Prosim, če se mogoče gospod Svetlik in gospod Blažič zdržite komentar. Potem nam morate odmeriti približno enako časa tudi. Je tudi številčno zelo... Lejte, hotel sem reči, ne piše v tekstu zakonika, piše v obrazložitvi, kar je za nas, ki smo to brali, je pravzaprav isto. In tukaj se nam pojavlja ta vrednostni točno sistem, ki je različen. Družinski zakonik temelji na predpostavki, da je otrok vseeno, s kom živi z odraslo osebo. Sam, da ima varno in ljubeče okolje. Mi pač trdimo, da je za otroka še zmeraj boljše, da ima ob sebi mamo in očeta. In to je pravzaprav ena tista velika vrednostna razlika, ki veje med zagovorniki pa nasprotniki. Za nas pa res ni vseeno, ali otrok živi z mamo in očetom ali pa z neko tretjo osebo. Jaz verjamem, da je v teh skupnostih, ki so socialni korektiv so recimo rejniške družine, skrbniške družine, tudi enostarševske družine, ki so družine, to je treba jasno in glasno povedati, da to so socialni korektivi in v teh okoljih je ljubeče okolje, je varno okolje, vendar oče in mama manjkata. To je problem, ki ga lahko sami sebe vprašate, kako bi bilo v takih skupnostih. No, dejstvo je, če lahko komentiram to izjavo, da več kot skoraj da polovico, ne bom rekel več kot polovico ljudi danes živi v takih skupnostih, ki niso tradicionalne družine, kjer ni očeta, mame in otrok. In mi kot država, kot skupnost državna, moramo zagotoviti, da bodo vsi ljudje, tudi tisti, ki ne živijo v takih skupnostih, imeli enake pravice, ker so vsi državljani Slovenije. Lahko jaz povem tudi do konca. In prav s tem namenom družinski zakonik tudi posebej posveča pozornost družini in formiranju družin. Doslej recimo država ni imela obveze, po novem družinskem zakoniku pa bo imela obvezo, da bo omogočala oziroma pomagala pri formiranju družin, da bo vzpostavila svetovalno službo, da bo to financirala, da bodo ljudje, ki se odločajo za skupno življenje, tudi vedeli, v kaj stopajo. Tudi to bo zdaj po tem družinskem zakoniku ena od nalog države. Potem je recimo med mladimi dostikrat situacija, ko se nočejo odločiti, da bi se poročali, ker je zadeva po njihovi presoji, po nekaterih, preveč ritualna, preveč izpostavljena, nočejo se izpostavljati. Zdaj se bodo po novem lahko poročali tudi na manj formalen način, kar tudi vzpodbuja potem, da bi sklepali zakonske zveze. Država je zainteresirana in tudi ta zakonik želi to promovirati, da se formirajo družine, da so to tiste prave družine, kot jih tradicionalno tudi pojmujemo. Vendar, če kdo tega ne more ali če se mu stvar seveda s tekom let iz tega ali onega razloga ponesreči, ker kot rečeno, življenje prinaša mnogo različnih situacij, potem takega človeka, sploh pa otrok, ki v takih družinah živijo, ne smemo postavljati v neenakopraven položaj glede na ostale in družinski zakonik to zagotavlja. Gospod Štrbenk. Jaz bi sam to rekel, če je iz tega, kar sem jaz povedal, da je kdo dobil občutek, da mi se borimo oziroma zagovarjamo, da otroci v različnih tipih družin nimajo enakih pravic, to absolutno ni res. Mi tudi za teh 100 otrok, ki v nekih družinah živijo, absolutno jim je treba zagotoviti te socialne pravice enake, kakor jih ima katerikoli drug otrok v katerikoli skupnosti. To je alfa in omega našega odnosa do otrok v družinah.
tudi kar se tiče ureditve socialnih pravic istospolnih. Moj prvi stavek na vseh tehle sejah odbora za delo, kadar sem dobil besedo, je bil, se zavzemam, da se vse uredi pravice enako kot za vse ostale. Nam se je vedno ustavilo samo na vprašanju posvojitev otrok. Ne. Tam pa je tisto, kako sem prej omenil, problem, kako torej pristopa. Ne. No, ampak pravno pri posvojitvah družinski zakonik, ko gre za istospolne, ne spreminja ničesar. Ne dovoljuje jim, da bi posvajali otroke, ki niso bili rojeni enemu od obeh partnerjev, in to, da pa lahko eden od partnerjev že zdaj ima svojega otroka in oziroma ga pridobi, kot je bilo prej rečeno, in nekateri pač jih dobijo v Ameriki, ker jih tam posvojijo ali kje drugje. To pa je že zdaj situacija, in ko so ti otroci tu, in mi moramo zagotoviti, kot tudi vi trdite, enake pravice in enak položaj v tej družbi, in to družinski zakonik daje zelo preprosto. Ne. Rad bi pa še nekaj dodal, ko je govora o družinah. Ne. Družinski zakonik še nekaj prinaša, in to je, da bi tudi država skozi svoje inštitucije, skozi centre za socialno delo v večji meri se ukvarjala s tistim družinam, kjer nastanejo problemi v medsebojnih razmerjih med partnerji. Zato vaja tudi družinsko mediacijo, zato vaja posebne storitve svetovanja tem družinam, še predno se odločijo, da bi se pogovarjali o razvezi. In to je nekaj, kar tudi govori o tem, da državo skozi ta zakonik skrbi, kako bomo ohranjali družine in kako bomo ohranjali več družin v prihodnje, tistih, ki se formirajo kot tako zvane tradicionalne družine. Torej, vi pravite, da pravzaprav je posvojitev biološkega otroka že sedaj možna. Ja, ne vem, če ste opazili absurdna situacija. Mi se pogovarjamo tle o stvarih, ki ne obstajajo v resnici v zakoniku družinskem. Cela debata okrog družinskega zakonika se je zdaj skoncentrirala na vprašanje posvojitve otrok strani istospolnih parov. Tega v zakoniku ni. In že cela debata se vrti okrog tega. In cela kampanja se vrti okrog tega. Cela argumentacija nasprotnikov družinskega zakonika že 2 leti igra na to. Doktor Strehovec, doktor Štrbenk, gospod, kako se že, sem pozabil, gospod Merše, pa gospod Primc, vsi so se osredotočili na vprašanje posvojitev. In zelo zanimivo je bilo poslušati v Državnem zboru, recimo, ko so ravno ti nasprotniki družinskega zakonika, ne bi jim smeli reči v bistvu nasprotniki družinskega zakonika, mogli bi jim reči nasprotniki odprave sistemske diskriminacije istospolno usmerjenih, s čimer se seveda tudi ne bi strinjali. Ampak dobro, tudi nasprotniki recimo družinskega zakonika so ves čas razprave govorili, da je zakon v 99% dober, da je odličen, da pa je treba odstraniti nekaj stvari. In sicer, da je treba odstraniti posvojitve za istospolne pare, in da je treba poroko definirati kot zvezo med moškim in žensko, in da je treba družino definirati po starem, in če bi se dal, da bi vse te istospolne v nek drug zakon premaknili, bi bilo tudi dobro. In pol se je zgodilo to, da je nastal kompromis, šle so ven iz zakona skupne posvojitve, tega ni več, poroka je samo med moškim in žensko, tako kot so želeli, ostalo pa je to v tem zakonu, in definicija je ostala tista široka, ki jo je upeljal že magister Janez Drobnič iz NSI-ja leta 2007, to isto identično definicijo družine. In takrat ni bila problematična. In zato se reče kompromis. 2 stvari sta šli ven, 2 stvari sta ostali not. Ampak v trenutku, ko se je to zgodilo, ko je bil dosežen ta kompromis, je cel zakon ratu slab in kar naenkrat zakon nobenemu več ničesar ne prinaša. In pogovarjamo se skozi o posvojitvah, ki jih ni. Torej, kot je pač meni znano, je gospod Zalar, bivši pravosodni minister in več skupin in organizacij, ki se zavzemajo za sprejemanje družinskega zakonika, so povedale, da bodo takoj po tem, če bo družinski zakonik sprejet, da bodo takoj to vložile v ustavno presojo,
kot neustavno in v tem primeru, kot je meni znano, bi Ustavno sodišče te posvojitve, se pravi posvojitve samo posvojitve strani partnerja, se pravi spremenilo v splošne posvojitve. To je rekel dr. Strehovec. Dr. Strehovec je omenil te stvari tudi med drugim. Kolikor meni znano, gospod Zalar to daje na... Morda je tudi dr. Zalar, ampak veste, kaj je zanimiva logika tega razmišljanja? Jaz se spomnim, ker me najbolj zabolel, ko je dr. Strehovec temu rekel. Priznam, verjetno sem pristranski in se ne spomnim, ko je to dr. Zalar rekel. Ker ko je dr. Strehovec rekel, da bomo vložili pobudo za presojo ustavnosti in bo Ustavno sodišče reklo, da je to neustavno, je nekako priznal, da se boji, da je to res neustavno. Torej, zakaj pa sprijemo tak zakonik, če je neustaven? Čakajte, in kaj nam dr. Strehovec s tem sporoča? Da moramo ohranjati protiustavno stanje? Da tudi sam priznava, da je to morda protiustavno? Naj o tem odloči Ustavno sodišče, ko bo potem povprašano, to lahko vsak, ki izkaže pravni interes, vpraša. Se recimo prejšnja vlada Janeza Janše je sprejela zakon, za katerega so vedeli, da je protiustaven. So vedeli, ker je gospa Jeraj to priznala v parlamentu. Mi smo sodišče vprašali samo po 22. členu, ker je bilo to najbolj racionalno in modro, da je sodišče lahko hitro odločalo. Zdaj je pa zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti v celoti v ustavni presoji in bo sodišče odločalo. Poleg tega, tisti, ki je bil zraven pri sprejemu zakona o registraciji, ve, da se je takrat desnica, NSI, SLS, SDS, krčevito prizadevala in sam sem bil v ekipi, ki je zakon tudi pripravljala kot nevladnik, prizadevala, da ne bi bilo not teh socialnih pravic. Meni je gospod, ki je delal, sekretar, takrat rekel, vaših pripomb ne bomo upoštevali. No, ampak še vedno priznate, da je ta zakon neustaven. Ne vem, o tem odloča Ustavno sodišče. Glejte, jaz bi sam to rekel, Ustavno sodišče se od vsebini tega zakonika tudi ni hotelo niti opredeljevati, ni se hotelo izrekati. Ko sem jaz poslušal različne ustavne sodnike, bivše, imajo zelo različna mnenja in med drugim recimo nazadnje sem poslušal dr. Ribičiča, ki je rekel, da šele zdaj, ko je ta kompromisni predlog vgrajen v zakonik, ima zakonik tudi večjo možnost, da ga ustavno ne morejo osporavati, zaradi tega, ker je ravno to zunanje posvajanje po nekaterih mnenjih, nekaterih pravnikov lahko problematično, ker to ni kot pravica posameznika, da posvoji, ampak je neke vrste privilegij. In tako gre ta argumentacija. Tako da jaz ne bi si upal v nobenem primeru prejudicirati, kaj bo, če bo Ustavno sodišče odločilo. Doslej nas je zmerom presenetilo na nek način. Je pa pomenljivo, da že napovedujejo, ampak gospod Štrbenk je že čakal. Vprašanje moram jaz seveda tudi intervenirati. Zato, ker ravno mi ves čas trdimo, da družinski zakonik ne prinaša nič bistveno revolucionarno novega, kar ne obstaja ali pa se izvaja, razen teh pravic istospolnih skupnosti do posvojitev in potem izvedeno naprej tudi v neki fazi do nadomestnega materinstva in tega umetnika. Ne, ni tega. Ne morem vam dovoliti, če lažete. Prosim. Ne morete dovoliti, če lažete. To ureja in prepoveduje nek drug zakon. Ni posvojitev v družinskem zakoniku zapisane. Bom na to temo še povedal. Kaj sem hotel povedati? To, da je to vprašanje, zdaj ste vi pa nitko strgal. Ja, hvala Bogu, ker je bila lažniva. Ne, bom pa tam, ker ste mi jo vi pretrgo povedal. Namreč zakon, družinski zakonik izrecno pravi, da imajo istospolni pari, tako kot ostali pari, pravico odločati o rojstvu otrok. Ves čas, kar teče ta razprava, se sprašujemo, da nam nekdo pojasni, kako se ta pravica realizira. Če se realizira samo tako, da je potem, da hodijo naše deklete v tujino na umetno oploditev oziroma fantje v tujino kupovati drugim mamicam otroke, potem je to enako zavrženo, kakor če to pustimo, da se to dogaja pri nas. In to je tisto, kar hočem reči. Sigurno danes imamo dva zakona, družinski zakonik, ki pravi, to pravico omenja, ki sem jo omenil, in imamo seveda zakon
o preprečevanju neplodnosti oziroma zdravljenju neplodnosti, nekaj ne vem, kva še vse naprej, ne, ki to izrecno prepoveduje. Vendar, mi moramo vedeti, da je družinski zakonik je družinska ustava. Po tem zakoniku se bojo presojale vse spremembe tudi drugih zakonikov, ki se bojo naprej vršili. In to je tisto poanta, ki je seveda neče danes nihče priznati, ker boli. Ker je družbeno nesprejemljiva. Samo trenutek, preden nadaljujemo. Nekaj moram izrecno preden vam dam besedo, protestirati. Ja, lejte, zakaj? Gospod je tukaj rekel, da je posvojitev, če nekdo posvoji otroka, nekaj zavržnega. Ne, v tujino, če hodi. V tujino, ja, bom povedal. Veste, koliko družin v Sloveniji, ki ne morejo imeti otrok, čaka na to, da bi lahko posvojili otroke. In veste, koliko ljudi hodi v druge države, da bi dobili otroke, ki jih tam zavržejo, ker jih ne marajo imeti in jih posvojijo in jih pripeljejo v Slovenijo. Hvala, Upam, da se komu od mladih ne bo treba na tak način prizadevati, da bi si ustvarili družino. In jaz mislim, da če so raznospolni moški in ženska pari v tem položaju in zakon jim to dovoljuje, da je to posvajanje povsem normalna pot za to, da nekdo osnuje družino, ker je želi imeti, ker sam ne more, recimo ženska ali pa moški ne moreta otroka dobiti. Tole moram jaz izrecno povedati, seveda jaz nisem rekel, da je zavrženo posvajanje otrok v tujini. To nisem rekel. Rekel sem, da je zavrženo, da mi z zakonodajo dovoljujemo ali pa priznavamo nekatere stvari, da bi jih naši ljudje počenjali v tujini, ki jih sami doma pa prepovedujemo danes. Kar pomeni, da to sigurno ne more biti pravi namen tega zakonika. Zavrženo je dejanje, zavrženo je tako razmišljanje. Družbeno nesprejemljivo pa je uvajanje inštituta nadomestnega materinstva v našo zakonodajo. Temelj za uvajanje tega, jaz ne trdim, da zakon družinski zakonik to že piše, temelj, da bo to hmal pisal v nekem drugem zakonu, pa je podan, ker tudi danes nismo slišali obrazložitve, kako se to zakonsko določilo sploh lahko realizira. Torej, hvala, zdaj pa prosim. Zdaj bi dal pa priložnost mogoče še nekaterim iz publike, da se mogoče javijo za kakšno vprašanje. Prvi se je javil gospod Tomaž Merše. No, jaz sem se, lepo pozdravljeni, najprej sem se javil v besedi predvsem zato, ker me je gospod Blažič prej direktno izzval, pa ker tukaj govori neresnice preprosto. Ne vem, zakaj zagovorniki zakonika tako radi nam vsiljujejo stališča, ki jih nimamo in ki jih nikoli nismo izrekli. Jaz in večina tistih, ki se ne strinjamo z zakonikom, razen redkih izjem, nikoli nismo rekli, da je 99% tega zakonika dobrega. In stališč nismo spremenili po domnevnem kompromisu, ampak jih imamo že ves čas enaka. Mislim pa, da je treba odgovoriti na nekaj stvari, ki so bile prej povedane in so lahko zelo zavajajoče. Gospod Svetlik zelo rad deli družine na tako imenovane običajne ali tradicionalne in ostale, ki so nekako po njegovem izvajanju v slabšem položaju, če zakonik ne bo sprejet. On predstavlja, kot da zakonik rešuje karkoli tem družinam, kar pa ni res. Te družine imajo popolnoma enake pravice že po veljavni zakonodaji, tako enostarševske kot rejniške so vse že po veljavni definiciji družine. In zato ne vem, zakaj zavaja in daje nekako misliti, kot da je družinski zakonik potreben, zato da se tem družinam karkoli izboljša, da bodo nekako drugače sprejete, da bodo otroci v njih imeli drugačne pravice. Enako velja za vse otroke. Gospod Blažič je prej lepo povedal, da edina skupina, ki dobi kakšno novo pravico, so tukaj odrasli, istospolno usmerjeni pari. Tega nisem rekel tako, kot ste zdaj rekli. No, potem ste pa povedali malenkost drugače, je pa res, da to drži. Ne, vsebinsko sem čisto drugače povedal, ne malenkost. Povedali ste, da edino, kar prinaša družinski zakonik za vas. Karkoli prinaša, nisem rekel, da so istospolno usmerjeni. Skupina ljudi, ki ogromno pridobi, smo vsi državljanke in državljani. No. Otroci na eni strani, med njimi tudi istospolno usmerjeni, dobimo socialne pravice, ki do zdaj nismo imeli. Tako, in to je pa tudi vse, kar dejansko so nove pravice v tem zakoniku. Ja, sej, ampak povemo, da je to samo to, ne? Ker kako se govori ogromno, če so vsi otroci, če so vsi državljani, če lahko počakate, prosim, da povem do konca, no, dajte se malo zadržati, pa boste kulturni, če se že pogovarjamo tukaj. Kulturen, sem odgovarjam sproti, ker je boste prišli na vrsto, pa boste povedali svoje. Ok, se bom poskušal zadržati. Gre za to, da ta zakonik
nobenemu otroku v nobenem tipu družine ne prinaša nobene nove pravice. Niti za otroke, ki živijo skupaj z istospolnimi pari. To mislim, da je zelo pomembno, da se pove, ker se ves čas govori, da je v središču zakonika otrok in otrokove pravice in otrokova korist. Pa to preprosto ni res. To sploh ni res. Kar se pa tiče še posvojitev, da omenim, ni res, da je ureditev povsem enaka kot v sedanji zakonodaji. Zato, ker prej je že gospod Štrbenk omenil prevaro, ki je ugrajena v ta zakonik, namreč, ko je bil tik pred vložitvijo podpisov še narejen zadnji poskus, da bi prišli do kompromisa, s katerim bi se referendumu izognili, smo v družinski pobudi predlagali nekaj rešitev, ki niso bile nič drugega kot to, da bi v zakonik upeljali nekaj varovalk, da bi vsebinsko bil to, kar predlagatelji že trdijo, da je. Se pravi, da bi v resnici bilo možno samo to, kar se že danes izvaja. Se pravi, da se lahko posvoji biološkega otroka drugega partnerja. In da bi se ločilo pomen enih in drugih skupnosti. Pa to ni bilo možno sprejeti. O tem se ni dalo niti pogovarjati. Namreč naš predlog ni bil vzemi ali pusti, označili so ga kot tisto, kar ni bil. In tukaj se pokaže, da je dejansko, ker teh varovalk ni bilo pripravljeno sprejeti, da v resnici gre za to, da se uvaja tako možnost kupovanja otrok, kot tudi umetne oploditve. Lejte, gospod Svetlik, če vi trdite, da ta zakonik... Zdaj pa vi predpostavljate nekaj, kar meni pravite, da predpostavljam. Lejte, tako kot ta zakonik uvaja zagovornika otrok, ki ga izključno samo imenuje, pa ga še nikjer ni, se ga ne more, če ni zakon sprejet. Sej. Natanko tako, ko uvaja pravico do odločanja o rojstvu otrok, uvaja podlago za uzakonitev kupovanja otrok in za uzakonitev umetne oploditve zdravih žensk. Ne piše tega v zakoniku. A lahko odgovorim? Tega pa res ne piše v zakoniku. Torej, gospod Blažič, prosim. Ja, jaz bi rad odgovoril na te stvari. A veste, to je zelo težko, moram reči. To bi mogli vsako točko posebej. Nikoli ne pridemo do konca, to je zanimivo, ne? Vedno tako načenjamo malo tu, malo tam in nikoli ne pridemo do konca. Pa bi bilo fajn prideti enkrat do konca, ker bi po mojem gotovili, da recimo se lahko dosti stvarih strinjamo. Recimo z Meršetom se sigurno strinjamo na točki, to smo že v parlamentu rekli, ko pravi, da družinski zakonik, zdaj pa spovzemam, ne citiram, ni idealen. Recimo za družine, ki so, vi jim rečete rekombinirane, mi jim rečemo rekonstruirane, so pa to iste stvar. Ideologija se doskrat tudi v jeziku vidi, pa gre za družine, ko se starši razidejo in potem živijo z novim partnerjem. In ta otrok nastane razmerje med mamo, novim partnerjem in otrokom, potem je pa še nekje biološki oče. Ta razmerja, ta zakonik recimo ne ureja dovolj dobro, bi morda lahko boljše. Tle na tej točki smo se recimo strinjali. Dobro, zdaj... Lahko samo prosim, da date, mislim, bom prebral, ker veliko dijakov sploh ne spremlja veliko o družinskem zakoniku. Torej, o posvajanju biološkega otroka. Torej, 217. člen v drugi točki govori, citiram, partnerja partnerske skupnosti ali partnerje zunaj partnerske skupnosti ne morete skupaj posvojiti otroka, lahko pa partner partnerske skupnosti ali partner zunaj partnerske skupnosti posvoji otroka svojega partnerja. Ja. Torej, omenjen ni biološki otrok. Je to res? Je to res? Popolnoma korektno. Tako piše. V redu. No. Mislim, zaradi tega, ker se v volilni kampanji velikokrat omeni biološki otrok in tako manipulira z ljudmi. Zraven, ja. Ampak gre za otroka partnera, ker to je ta otrok, ne je lahko tudi posvojen. Aha, potem to odpira možnosti kupovanja otrok v tujini. Ne odpira možnosti. Glejte, v tujino, bodimo resni, v tujino lahko danes gre katerikoli državljan te države in nekateri gredo, tudi istospolno usmerjeni, in tam posvojijo otroke in jih pripeljejo sem. In povrhu vsega so sodišča na več ravneh odločala, da so to ustrezne posvojitve, da so to tudi ustrezni starševski odnosi. To je že v praksi. Tukaj zdaj ne bomo nič novega ne uvedli, ne spremenili, to se že dela. K temu pa še enkrat, da družinski zakonik ničesar ne uvaja novega. Uvaja, kot rečeno, družinska sodišča,
uvaja natančno določene roke, v katerih se morajo odločitve sprejemati, da se ne bi zavlačevalo na račun trpljenja otrok v družinah, če so problemi, uvaja družinsko mediacijo, uvaja priprave, obvezuje državo, da svetuje družinam in pomaga pri formiranju družin, pri sklepanju zakonske zveze in uvaja celo vrsto drugih novosti. Tako da govoriti o tem, da nič ne prinaša, mislim, da je nekoliko neustrezno. Zdaj pa, ko že govori gospod Mrše, da jaz predpostavljam, kot da so na eni strani tradicionalne družine v posebnem položaju, na drugi strani pa vse druge družine enostarševske, ko gre za različne situacije, ko so enostarševske družine nastale in podobno. Moram pa tole reči, da je ravno civilna pobuda govorila in nosila okrog transparente, da je družina oče, mati in otrok. Mi tega nikoli nismo osporavali, samo rekli smo, priznajmo, da so tudi druge družine na tem svetu in dajmo jim enako možnosti in zakonik jim te možnosti enako daje kot vsem ostalim. Gospod Štrbenk. No in s tem se mi seveda strinjamo, dajemo jim enake možnosti, priznavamo jim popolnoma enak status, ker poanta ni v tem, kjer so prve, torej družine prve kategorije, pa družine druge kategorije, vse so iste kategorije. To, kar pa nas pravzaprav nihče noče slišati, mi se pogovarjamo, katero okolje je okolje največje otrokove koristi. To ni važno zato, da se mi tukaj le pregovarjamo, a je, ne vem, taka družina boljša, druga družina, ampak je važno zato, ker po tem principu mora država odločati, kadar odloča o posvojitvah. In zato, recimo, strokovno nesporno je, da je družina, kjer so noter otrok, oče in mati, je okolje največje otrokove koristi. Ali je tudi družina, ki jo sestavljajo dva istospolna partnerja in otrok, okolje največje koristi, o tem stroka ni enotna. Mi imamo, torej zakonodajalec je predložil nekaj študij, ki pravijo, da je okolje največje otrokove koristi, vi verjamem, ste jih tudi nekaj predložila, ne takih študij, jaz osebno sem jih 20 poslal, ki pa pravijo drugače, ne? In seveda v situaciji, ko se stroka okoli tega ne more izediniti, ali je tudi to okolje najboljše za otroka, mi štejemo, da gre v tem primeru za socialni eksperiment z otroki. In igrati se z otroki, to je pa nekaj pravzaprav najslabše, kar lahko naredimo. Posledic ne bomo čutili danes, posledice se bojo čutile čez več generacij. Ker če bo ta eksperiment uspel, juhu za vse, če pa ne bo uspel, bojo pa posledice katastrofalne. Sej ne gre za eksperiment, ne čakaj, samo da pojasnim. Iz tega razloga, točno iz tega razloga družinski... Prosim, boste nadaljevali potem, ko dovolite, ker je treba odgovoriti. Točno iz tega razloga družinski zakonik ne dovoljuje zunanjih posvojitev istospolnim. Točno iz tega razloga, ker smatra, da pač je to okolje, če že gre za posvojitve, naj gredo otroci v tiste družine, ki jih vi predpostavljate kot najboljše. Zato tudi ne dovoljuje takih posvojitev. Ampak kljub temu je to možno, kaj ne? Kljub temu, ker so že tukaj, zato ker so že tukaj take družine in pa moramo dati enake pravice, zlasti pa otrokom. Ti otroci ne smejo biti diskriminirani, dajte to razumeti. Kako se bomo vedli do teh otrok, če jih bomo postavljali v en poseben položaj? Kako se bodo oni počutili kot državljani? Kako bi se vi počutili, če bi bili v tej vlogi? Gospod Štrbenk? Vse vprašanje je to samo, kako je do teh situacij prišlo. Ker za mene je čisto vseeno, ali lahko dva istospolna istočasno skupaj posvojita, kar naj ne bi smela, ali pa najprej eden, pa drug. To je zadeva, ki je samo malo več administracije, pa malo več dela sodišč, pa tehle centrov za socialno delo se zahteva. Ampak, spet, ko je otrok v taki skupnosti enkrat, seveda mi moramo za njega poskrbeti popolnoma enako kot za vse druge otroke. Vendar spet to, kar nihče neče slišati, kako je do take družine prišlo. To je vprašanje pravo. Ampak veste, kaj vi nočete slišati, če smem tudi jaz zdaj malo govoriti. Res je težko, ker smo recimo, na kratko težko. Recimo, gospod Štrbenk nekaj reče,
in lansira 3 stvari, ki zahtevajo nek komentar, pol pa to gre mimo. Tudi če družinski zakonik pade, situacija bo identična. Še vedno bojo lahko istospolni pari posvojili otroka biološkega partnerja, še vedno bojo lahko istospolni pari posvajali v tujini, tako kot posvajajo lahko heteroseksualni pari tudi v tujini. Še vedno bojo lahko heteroseksualni pari hodili na umetne oploditve v tujine in še vedno bojo lahko homoseksualni pari hodili na umetne oploditve v tujini, tudi če zakonik ne bo sprejet. Tudi če zakonik ne bo sprejet. Ne bo nič drugače. Ne razumem, zakaj se tako zaganjate v družinski zakonik, če je stanje, vi bi mogli se v bistvu boriti proti zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Poglejte, od vseh teh stvari, ki ste jih zdaj navedli, se samo ena dogaja doma. Samo ena. In to je posvojitev biološkega otroka, ki je danes pač zakon omogoča, vse ostale se dogajajo v tujini. Prosim, a smo mi država, ki bomo svojim državljanom rekli, tega doma ne smete. Vam pejte pa narediti. Ja, to delajo. Zdaj pa prosim, to smo mi, torej če se to logiko gremo. Boste državljanom prepovedali to besedo tudi gostom, ki so tudi prišli, da bi kaj vprašali. Jaz bi tudi kaj. Torej, gospod profesor Korinčič, imate besedo. Hvala za besedo. No, zdaj, ko je torej, povedal... Jaz nisem pravnik in te pravne stvari mi niso zelo blizu. Sem pa slavist in kot slavist mi je blizu poučevanje slovenščine in bi rad, da bi ne samo jaz poučeval slovenščino, ampak še kakšen drug naprej za mano. Kaj pri tem mislim? Poglejte, ta družinski zakonik je, hvala Bogu, da je prišlo do tega. Da je prišlo do tega, da se zakonik oblikuje. Mislim, da je to res mala ustava. Zelo pomembna mala ustava. Kajti zdi se mi, da je slovenska družina v globoki krizi, pa ne samo slovenska, morda slovenska še bolj kot druge evropske družine. In je nujno na to vprašanje odgovoriti. Zdaj seveda, bo marsikdo rekel, je v krizi, vse v krizi. Ne, slovenska družina je posebni krizi in evropska družina tudi. Zakaj? Kako to vemo? Ja, osnovna informacija je, da ta družina ne daje dosti otrok za preživetje. Poglejte, šole so prazne. Fakultete imajo, kaj pa vem, 6000 preveč učnih mest. Ne bo koga učiti. Mi ne bomo imeli kaj delati. Profesori. Ja, gospod Svetlik, študentov ne boste imeli dovolj. In tako dalje. Vaš zakon, ki ste ga predlagali, o pokojninskem zavarovanju, izhaja iz istega razloga, ampak žal ste ga začeli na napačnem koncu popravljati. To zadevo se po mojem rešuje pri otrocih, ne pa pri upokojencih. Namreč gre za to, da nam manjka vsako leto 10 000 otrok. Če hočemo obstati pri tem številu. 10 000 otrok, to je 1/3 generacije. 1/3 generacije. In je zdaj vprašanje, ta zakonik, po mojem, bi se moral to vprašati, kateri tip družine bo začel to stvar reševati. Ampak, kakor jaz razumem to razpravo, to debato in kakor razumem ta zakonik, gre zadeva popolnoma napačno smer. Napačna smer. To je smer utrjevanja iste smeri, ki nas je pripeljala v to situacijo. V to situacijo nas je pripeljala degradacija družine. Družina je enako pomembna kot izven družina. Zakon je enako pomemben kot nezakon in tako dalje. To nas pelje v to. In zakaj se zaletavajo ravno v to družino, partnersko družino, ki pravzaprav ni družina, ne more biti družina, zaradi tega, ker je simbol te take družine, ki ne more dajeti otrok. Je ne more dajeti. Iz 2 moških ni otrok, iz 2 žensk ni otrok. In zato to ne more biti družina. In to je, tukaj vidim jaz osnovni, to ni samo osnovni problem.
kako reševati ta vprašanja. Namreč, in to ni povezano samo z družinskim zakonom, to je povezano z mnogimi stvarmi. Tudi z vprašanjem, zakaj smo se odločili. Se bomo odločili za popolnoma kapitalistično družbo, ki žre vse vrednote, na prvem mestu družino in seveda otrok iz takih družin ni, ali se bomo odločili za to, da bomo šli vsi delati in proizvajali čim več proizvajali, družina pa lahko propade. Oziroma, če ste se že odločili za to, da klasična družina ni tako zelo pomembna, da bomo razvijali katerokoli vrsto družine, ne morete pa odgovoriti, bi nam morala ta politika, ki tišči glavo v pesek, kar se tega tiče, odgovoriti na vprašanje, odkot otroci, odkot dobiti otroke. V redu, lahko odgovorite na vprašanje, naredili bomo tovarno otrok. Ala Orwell, ala Krasni novi svet. V redu, ampak verjetno to tako ne boste odgovorili, ker nočete tako odgovoriti. Ampak katera je alternativa? Kje je alternativa za to? Poglejte, tale generacija bo morala rediti bistveno več starcev nas, kot katerakoli druga prejšnja. In tako dalje. Torej, kje je tukaj rešitev? Na to vprašanje bi morala odgovoriti ta zakon. Zakonik pa po mojem ne odgovarja zelo, zelo majhni meri, kar ste prej navedli, mi je bilo veselje, ampak generalna smer je pa navzdol. Tako jaz razumem. Torej, čeprav... Hvala gospodu Korinčiču. Če sem prav razumel, je gospod Korinčič načel vprašanje natalitete. Dajte, jaz zelo lahko odgovorim na to vprašanje, če boste nekoliko prisluhnili, in gre namreč za tole. Družinski zakonik pri nas, tako kot kje drugje, ureja razmerja znotraj družine, se pravi med zakonci, med partnerji in med otroci. Medtem ko družinska politika se ne ureja s tem družinskim zakonikom. Kar pa zadeva družinsko politiko, pa lahko trdim, in če boste delali primerjave naše slovenske družinske politike in recimo kje čez mejo, da je ta izjemno bogata. Vam bom začel naštevati, pa ne vem, če ste imeli dovolj časa, da vam vse naštejem, kje se začne. Začne se po tem zakoniku s tem, da bomo spodbujali formiranje družin, da bomo delovali proti razpadanju družin. To je pomembna zaveza tega zakona, tako kot sem prej rekel. Potem se pa nadaljuje s tem, da dobi mati pa oče dobita porodniški pa družinski dopust, s tem, da dajemo otroške dodatke, velikim družinam dajemo večje, poseben dodatek, zaenkrat spomladi bo prišel tistim, ki imajo večje družine, ob rojstvu damo poseben paket za novorojenčka, potem imamo bolniške, ki so tudi za nego otrok, potem imamo štipendije za šolanje otrok. Ko smo že glih pri štipendijah, bi vprašal, ko smo že glih pri štipendijah, štipendije ste pa vi v kinu? Ja, lahko povedal. Bom povedal tudi to, če vas zanima. Skratka, mi damo izjemno veliko za spodbujanje družin in moram reči, da v zadnjih letih se je število rojstev povečalo. Zdaj ne vem, a je to samo zaradi te učinka baby boom generacije, kot se temu reče, ker zdaj rojevajo naši otroci, moja hči ima, jaz imam 2 otroka, moja hči ima že 3 in sem srečen dedek 3 vnukinjam, tako da moram reči, da je to izjemno veselje in izjemno bogatstvo, ki ga je treba doživeti. In jaz upam, da se bojo mladi v prihodnje tudi odločali, tudi zaradi tega, da bodo v večji meri otroke rojevali. Je pa treba še marsikaj storiti, recimo predvsem tisto, česar mi ne znamo storiti. Ampak vaše ministrstvo je družina pobrala zdaj letos več kot 100 evrov. Bom povedal, samo hip, če bi ste dali priložnost. In sicer to, da ne naredimo zadosti, niti v družinah, niti država, da bi se mladi lahko hitreje osamosvajali, da bi stopili na svojo pot in jih držimo, ne vem zakaj, tudi to, mi smo krivi, naša generacija, starši, jih držimo doma predolgo, namesto da bi jim omogočili, da skočijo iz tega gnezda, zaživijo samostojno in potem verjetno tudi hitreje formirajo družine.
Ampak Ne, da jih držimo vi ste doma. minister za družino 3 leta in Ja. kaj se v teh 3 letih bi lahko marsikaj na tem področju opazil? Ja, saj sem vam ravno kar naštel. Zdaj pa kar zadeva pa štipendije državne, no, bom pa povedal, zakaj smo jih tistim dijakom, kot pravite, do 18. leta ukinili. Po novem se dodeljujejo štipendije po isti lestvici dohodkovni, državne štipendije, kot otroški dodatki. In zato pomeni, da moraš dvakrat čisto po istih kriterijih odločati. Enkrat, da boš dal otroški dodatek nekomu, potem pa, da mu boš dal še državno štipendijo. Odločitev je enaka, da ali ne. V vsakem primeru je ali da ali ne. In zato, da ne bi teh služb, ki to delajo, obremenjevali z 2 postopkama, smo se odločili, da bomo namesto, da se to 2-krat naredi, naredili enkrat s tem, da se da višji otroški dodatek. In družinam vzame 100 evrov. Sam trenutek. Tisti izračuni, ki jih nekateri prenašajo, ne upoštevajo 2 zadev. Prva zadeva, ki je pomembna, je to, da doslej so imeli nekateri dijaki, predvsej tistih, ki so se vozili zlasti, vožnjo plačano 2-krat, skozi posebne subvencije za vožnjo in skozi dodatek za vožnjo, za prevoz v državni štipendiji. Tega res več ni, da bi 2-krat financirali isto zadevo, zato bodo nekateri iz tega razloga dobili manj v otroškem dodatku. In drugi razlog je pa to, da se zdaj vse pravice po novem odmerjajo tako, da se upošteva, kot rečemo temu, celovit socialno-ekonomski položaj posameznika. Se pravi, ne upošteva se samo to, koliko je starš, oče, mama prijavil, da ima plače, ampak tudi koliko ima naloženo v delnicah, v banki, koliko ima drugega premoženja in vse to premoženje se upošteva pri odmeri teh pravic. In zato seveda bodo lahko nekateri dobili manj, ker so prej pač se to ni upoštevalo ali so pa to zamolčali. Vam bom povedal negativni primer, ki smo ga mi dobivali naslovljenega velikokrat in so rekli, poglejte, sosed, obrtnik, ima krasno hišo, se vozi ne vem s kakšnim avtom, njegovi otroci pa dobivajo državno štipendijo. Zakaj? Zato, ker ima prijavljeno minimalno plačo. In po prejšnjih kriterijih je potem bil upravičen do vseh transferov, čeprav mu ne bi bilo treba zares, ni bil od tega odvisen, tako kot so mnogi ljudje, ki ali nimajo služb, ali pa imajo službe, kjer zelo malo zaslužijo. Tako da to so razlogi, zaradi katerih je prišlo do te spremembe. Prej ste govorili o tem, da se danes otroci prepozno odselijo od doma. A se vam ne zdi, da je ta ukrep, da se dijakom pobere štipendije, točno v napačni smeri postavljen? Namreč otroka je treba osamosvojiti, dati mu je treba možnost, da lahko upravlja z lastnimi sredstvi. In to dobiti pri 16 letih lastno štipendijo, to je za najstnika nekaj čudovitega. In država mu pove, ne, ti še nisi sposoben ravnati s svojim denarjem, starši ti ga bodo dali. Mislim, da je to zelo, zelo slaba informacija. No in starši smo odgovorni do 18 leta za svoje otroke in jim lahko damo celo otroški dodatek, če jim želimo. Žal spet napačna informacija. Napačna informacija, bodite pri starših, ujčkajte se. To je po mojem napačen ukrep. Gotovo bo o tej temi še veliko, lahko tudi predlagamo novo okroglo mizo s tem naslovom. Da bi se pa jaz mogoče vrnil na to nataliteto, kot smo rekli, gospod Svetig, vi ste rekel, da je družinska politika ni predmet družinskega zakonika in družinski zakonik naj ne bi urejal družinsko politiko. Ne, so drugi zakoni, ki to urejajo. Cela vrsta jih je, ki urejajo otroške dodatke, ki urejajo štipendije, ki urejajo dopuste v primeru starševstva in tako naprej. No, gospod Štrbenk, imate kaj za dodati? Ja, zdaj, kar se družinske politike tiče, jaz vidim sam problem. Problem to, kot ga je gospod profesor omenil, je, da je zmeri manj otrok. V zadnjih letih jih je več zmeri. Ja, upam, da se bo kaj tukaj spremenil. Ja, še vedno pa premalo. Zdaj, jaz o tem vprašanju te družinske politike, jaz sicer nisem strokovnjak, edin, kar sem to zadevno prebral, je zdaj v zadnjem, kar smo na spletnih straneh
tega ministrstva za delo prebrali eno mnenje, je, da pravzaprav ta družinski zakonik ne sledi v ne vem katerih delih tej politiki, družinski politiki, ki je bila sprejeta 93. leta. Ne. Da je tukaj, jaz osebno za to strokovnjak nisem, mene sam skrbi, da rezultati res, mislim, vse se spreminja nekoliko gor, pa zdaj le marca, oziroma ravno v teh dneh naj bi bil en višek, en boom teh rojstev, ne vem zakaj glih letošnji marc. Odštejte 9 mesecev. Ne vem, tako smo malo tako za hec slišali, da imajo zdaj v porodnišnicah malo prostorskih problemov, no toliko za to. Ampak zdaj, če bi se ta trend nadaljeval, v redu, sam ta družinski zakonik, pravzaprav tole moram reči, ne. Sporočilo, ki se ob tem družinskem zakoniku prenaša, je pravzaprav točno to, ne. Zdaj v eni reviji, pa ne bom tistega omenil, kar se bojite, smo prebrali o eni ločeni družini, ne. V otroški reviji smo prebrali o ločeni družini, kjer je pravzaprav ta tako lepo predstavljena, prav poglej, nič mi ni treba z drugimi otroci deliti, vse imam po dvoje, imam 2 sobe, imam dvoje igrač, ne vem koliko več njih, ki za mene skrbijo. Pravzaprav zdaj to sporočilo otrokom, ki so na te stvari kot bodoči potrošniki zelo dovzetni, ne, to sporočilo je katastrofalno slabo. Se pravi, mi ne povemo otrokom, da je pravzaprav družina tista celica, kjer se bojo fajn počutili, ampak jim povemo, da bo jim fajn, če bojo imeli 2 avta, 2 sobe, 2 vsega, kar imajo, ne. To je ta kapitalističen pristop v obravnavi družine, ki ni naravnan k temu, kar ste vi zdaj omenjali. Ampak tega ni v družinskem zakoniku. Ne, govorim o družinski politiki in izvajanju te politike v šolah. Saj ne vem, a bo tema danes, kaj se v šolah okoli tega govori, ampak to je en primer, ko se daje otrokom prav napačno sporočilo, kaj je pravzaprav lepa in prava družina. Ok, gospod Blažič, eno vprašanje bi imeli za vas, in sicer, kako si vi predstavljate izvajanje 60. člena družinskega zakonika, da ga preberem, istospolna partnerja svobodno odločata o rojstvu otrok. To pišeš kako? Piše, zakonca svobodno odločata o rojstvu otrok, da skupnih otrok imate enake obveznosti in pravice. No, ampak glede na to, da sta v zakoniku so istospolni partnerji in zakonci izenačeni, lahko tukaj to enačimo, ne? Ja, jaz nisem pravnik, to je pravno vprašanje. Jaz sem aktivist za človekove pravice in na to vprašanje težko odgovorim. Razumem pa, da ima že po ustavi pri nas vsak posameznik svobodno odloča o rojstvu svojih otrok. Bom jaz odgovoril. Preberite, dajte, da vam razložim. Preberite tam, kjer imamo člen o zakonski zvezi. Tam je člen, ki pravi zakonsko zvezo sklepata moški in ženska in tukaj piše zakonca, ker sta to zakonca, svobodno odločata o rojstvu otrok. In istospolna nista zakonca, ker ne sklepata zakonske zveze. Ampak v prvem členu ali drugem piše, da so v vsem izenačeni. Se pravi, pač zakonci je samo skrajšan člen, da ni preveč... V pravicah. Sej se to je pravica, če jaz prav razumem. Jaz ne razumem, kaj bi iz tega vi lahko izpeljal. No, jaz sem že prej poskušal izpeljati iz tega, samo očitno spet ni bilo za razumeti. A pol ženska se ne bo smela več svobodno odločati o rojstvu svojih otrok? Govorimo o homoseksualcih. Ja, se lezbika tudi ženska homoseksualna. Seveda, ampak ne more zanositi sama svojo partnerico. Ja, zanosi pa s partnerjem lahko. Ki ni več del njene partnerske skupnosti, kaj ne? Lejte. Zanosila je ne, čakaj. To je lahko zabavno vam, ne? Lejte, mladi ljudje ste tukaj. Jaz verjamem, da vas bo življenje zaneslo v to in ono smer mnoge. Jaz si želim, da bi bila ta smer tista najbolj krasna, ki si jo želite. Ampak situacija pokaže, če pogledate konkretne skupnosti v tej državi, pokaže, da pač imate zelo različne kombinacije. Človek je bil poročen, ima otroke, poznam recimo človeka, ki je krasen, pa je trenutno živita skupaj z 2 moška, sta šla v homoseksualno skupnost. Ti otroci so seveda odrasli njegovi, ima še zmerom lepo z njimi stik, ampak živi pač
v eni drugi kombinaciji. In tega je nekaj. Mi ne propagiramo tega, mi ne želimo s tem zakonikom, da bi šli v to smer. Noben člen tega ne piše, ne propagira. Ampak tisti, ki pa so tukaj med nami in so se tako odločili, so prišli v tak položaj, tistim pa ne smemo zdaj zaradi tega kratiti osnovnih državljanskih in človekovih pravic. To je to. Gospod Štrbenk. No, to seveda ni primer, ki ga zajema to določilo, o katerem je bil vprašan. Ne. Gre za to, da je ta pravica, oziroma tukaj nastaja ta osnovni problem, ki ga mi pravzaprav vedno smo bili vzgojeni v tem, da otrok ni sad nekega slučajnega, naključnega srečanja, ampak je rezultat odnosa med moškim in ženskam, ki se zavestno odloča, da bo ta otroka imela. In se zavestno odloča, da bo to njun otrok. V teh primerih, teh istospolnih parov, pa pravzaprav se otrok realizira v neki zvezi. Spet bom šel na ta isto revijo, ki sem jo prej omenil, kjer je bilo narejeno, kjer je bilo otrokom predstavljeno na naslednji način. Tonček in ta sta geja. Alenka in Micka sta lezbike. Fanta sta si zaželela otroka. Alenka, a bi bila ti mati mojemu otroku? Pa ni član njune skupnosti, ampak šla sta in si otroka, mamico sposodila, po domač povedan. In to je tisti problem, ki ga sem že prej poskušal povedati. Ne. Realizacija tega člena se ne realizira v odnosu med partnerjema, ampak izven njega. In v skrajnem primeru nas bo pripeljalo, ker je načrtovano tako, in bom tudi, če bom vprašam, povedal, od kje je ta vir, je to, da se bo dogajalo to, kar se v Ameriki dogaja. Kdor je slučajno zadnjič gledal oddajo Dojenček na spletu, 57-letna gospa je rekla, jaz bi imela otroka, dajte mi seme, dajte mi jajčece, rodila ga bo pa tam ena Indika. To je zgodba, kako si določeni ljudje, ni bila istospolna, ne smem to prenesti, ker ne govorim o tem, ampak to je zgodba, kako si nekateri predstavljajo, kako pride do otroka. In v situaciji, ko po naravni poti dva nista zmožna, ker narava to ne omogoča, se lahko to realizira točno samo na te načine. Zgodbe, ki se pa iz tega naprej izvajajo, so pa katastrofalne. Recimo, mogoče bo za vas zanimivo, v Indiji, to so prav komune, kjer noter zapirajo ženske iz socialnega dna, zato da rojevajo otroke bogatim Američanom ali pa drugim, ki si pač otroke zaželijo, pa jih tako drugače ne morejo imeti. Ampak noter jih držijo zaprte, jih filajo z nekimi zdravili, da so bolj krepke, ko zanosijo 9 mesecev, jih zdržujejo, če pa splavi in ne prinese otroka, mora pa oddelati vse stroške, ki so imeli. To je zdaj v nekih okoljih, bi rekel, normalen način zdravljenja socialne krize, se pravi revščine. Torej tega si mislim v Sloveniji pa res ne želimo. Se to tudi je prepovedano po zakonu, ampak jaz vas vprašam, kaj bi vi naredil s tema dvema moškima in tema dvema ženskama, ki sta, kot ste rekel, se na tak način dogovorili? A bi jih izgnal iz države, a bi jih dal v zapor, kaj bi naredil z njimi? A bi jim oduzel pravice človekove? In če imajo slučajno otroke, kaj bi s temi otroki naredil? A niso to ljudje, ki jih je treba obravnavati enako kot vsakega? Pravilno, vendar kot prvo je, vi s tem napotujete naše ljudi. Nič ne napotujemo, ja, nobenega. Če je pri nas prepovedano, zakon pa to predvideva, da se pravi, sam ste rekel, oziroma gospod Blažič, da se to gre pač v tujino narediti. To nismo nič naredili. Ja, pa to ljudje že delajo, morate to razumeti. Govorim, pa to ne more pravilo v naši državi ratati. Ta zakon nič ne govori o tem, kje bo kdo. To pomeni, da bo šel nekdo, naš človek, oziroma nek naš istospolni par, to ta isto, kar mi zdaj govorimo, da je nesprejemljivo delati v
Indijo ali pa Ameriko. A to je pa v redu? Ne, to je zanimivo. Dajmo zdaj tle presekati. To so ti strahovi. Ne moramo presekati. To je tipičen primer zganjanja moralne panike. Tega v zakoniku ne piše, kar je napeljuje. Ne piše, ne napeljuje in ne dovoljuje. Vprašajte kompetentne družinske pravnike, boste videli, vam bojo razložili 60. člen, dr. Novak recimo vam lahko razloži. Tega v družinskem zakoniku ne piše in se ne upeljuje. Imamo kazenski zakonik, ki prepoveduje nadomestno materinstvo in zakon... Prepoveduje ga pa ne v Ameriki, pa v Indiji. Mi ne delamo zakonov za Ameriko, lepo prosim. In ne bo prepovedal ne družinski zakonik in ne zakon o zakonskih zvezi in družinskih razmerjih. Heteroseksualni pari in homoseksualni pari v tujini bojo še vedno lahko to počeli. Se slovenska zakonodaja tuje ne more spreminjati. In to enako bo urejeno, ali bo zakonik sprejet, ali bo zavrnjen na referendumu. Tega vi nočete slišati. Imamo dva zakona, kazenski zakonik in zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, ki izrecno v 7. členu, 5. členu, 10. členu in kazenski zakonik v 121. členu prepoveduje nadomestno materinstvo in oplodovanje z biomedicinsko pomočjo. Dva druga zakona. Ne strašiti ljudi s stvarmi, ki jih v zakoniku ni. To že ves čas počnete. Že ves čas samo strašite ljudi s temi stvarmi, ki naj bi bile, pa niso. Nadomestnega materinstva ni, OBMP ni, posvojitev za istospolne pare ni. Pogovarjamo se o družinskem zakoniku. Mi nismo naivni in mi nismo naivni. In točno vemo, kam to pele, ker je ta pot, ki jo mi začenjamo z družinskim zakonikom, je bila prehojena že v recimo nekaj državah, najbolj nekaj ameriških. Ne, tam je čisto drugače to šlo. Nič ni drugače. Ureditev, ki jo predlagamo, je podobna nemški. Sklicujete se na prakso in na študije in na ne vem kaj ameriških teh zavodov, inštitucij, ki tole delajo. Ja, se je v redu. Vi tudi se sklicujete na ameriške inštitucije. Tako je, samo mene motijo, vas pa ne. Zakaj hočem to reči? Vas ne motijo rezultati vaših raziskav ameriških, ki jih navajate, ker jih navajate. Ja, ampak torej okolje, na katerega se vi sklicujete, je pripeljalo do te prakse. In mi nismo naivni, da bojo določila kazenskega zakonika, določila OBMP-ja, unga zakona, spremenjena tisti hip, ko se bo uveljavil družinski zakonik. Zakaj? Zato, ker tale člen drugač ne omogoča realizacije te pravice. V ničemer eksplicitno ne napotuje na te zakone. Hkrati bi pa sam še to dal. Ta zakonik uvaja zelo podobno situacijo, kot jo imajo v Nemčiji, ki jo velikokrat za druga področja jemljete kot zgled. In ne gre tako daleč, kot so šli Švedi, Nizozemci, Španci, recimo s svojimi zakoni. Daleč od tega, ampak podobno kot te srednje evropske države, Nemčija recimo je mnogokrat zgled za zakonodajo tudi pri nas. Jaz bi tukaj samo še en stavek prosil, bom zelo kratek. Potem pa naslednje vprašanje. Ta debata ali nesporazum, kot vi pravite, je razlog samo v nečem, ker nihče tega ne zna pojasniti. To, kar je realizacijo tega določila, ki je zdaj le v obravnavi. Gospod Blažič je rekel, ne ve, vi se okoli tega niste jasno opredelili. A 60 člen? Jaz sem vam povedal. Ja vem, sam na potu ste nas v tujino. Ne. Jaz bi samo to rekel. Zakonca svobodno odločata o rojstvu otrok. Zakonca. Istospolna odločata. Ki sta pravnih posledicah izenačena. Ona nista zakonca. Ampak sta pravnih posledicah izenačena, se pravi, to je pravna. Pravnih posledicah, ja, ampak ne po tem zakoniku. Ravno v tem zakoniku, se je tukaj v 3. členu. Ne, gre za pravne posledice, ki jih določajo drugi zakoni, ko gre za dedovanje, ko gre za pravico, socialne pravice, kot smo prej rekli. V tem smislu jih izenačuje. V zakonodajnem postopku smo dali amandma, da se določi, da ta člen ne velja za istospolne, amandma ni bil sprejet. To pomeni, da velja. In zdaj, če gremo brati tiste, kaj so že magnetograme, rečeno je bilo, člen velja za vse, ker zakon piše, da velja od ne vem kjerega člena do 112. člena, ta je pa 60. tudi za istospolne pare. Tukaj ni dileme in tukaj je res eno
Ja, in istospolnim parom prepoveduje posvojitve, kot ste videli. Ne, Rojevati pa istospolni ne morejo. Okay, dajmo naprej naslednje vprašanje. In sicer, gospod Blažič, če bo zakonik na referendumu potrjen, ali pomeni, da boste vi, vaše organizacije, s tem zadovoljni in boste prenehali z nadaljevanjem, oziroma ali boste nadaljevali kampanjo v smeri popolne izenačitve splošne možnosti posvojitve otrok, kupovanja otrok in tako naprej? Kupovanje otrok, kako to mislite? Nadomestno materinstvo. Ne, nadomestno materinstvo je pri nas prepovedano. Kaj pa popolna izenačitev, splošna posvojitev? Prosim? Kaj pa v primeru, da nima splošne posvojitve? Če bo državni družinski zakonik sprejet, zagotovo bo to velik napredek za nas, ker bomo imeli vse socialne pravice istospolni pari sprejete. Mi pa že ves čas debate govorimo o tem, da je naš cilj uresničitev 14. člena ustave, ki pravi, da smo vsi pred zakonom enaki. In tle ni nobene skrivnosti. Jaz že ves čas govorim, da jaz mislim, da če smo vsi pred zakonom enaki, potem morajo se zakoni za vse enako izvajati. Torej boste nadaljevali do splošne posvojitve? Nadaljevali bomo do če vas skrbi, če bomo zahtevali tudi skupno posvojitev, najbrž se bo dobil kakšen par, ki bo to naredil. Ker je cilj izenačenje vseh pravic, ker smo po 14. členu pred zakonom vsi enaki. Torej je to umestna stopnja, zdaj, ta zakonik, ki se zdaj daje na referendum. To bi bila umestna stopnja, če se sprejme. Do te splošne posvojitve oziroma posvojitve z strani obeh naenkrat. Mi korake za naprej v bistvu nismo načrtovali. Tako, naš cilj je jasen že od vsega začetka. To smo vedno povedali tudi v državnem zboru, to vedno povemo tudi javno. Mi mislimo, da je 14. člen ustave jasen in ta pravi, da je diskriminacija na osnovi osebne okoliščine prepovedana. Če je torej nekdo bel, ne sme biti diskriminiran pri nas, če je nekdo črn, če je nekdo istospolno usmerjen, ne sme biti diskriminiran. Zakoni morajo za vse veljati enako. In to velja tudi za vse zakone, seveda. Tudi za splošne posvojitve. Ta člen vidite, ta člen ustave... Zakaj me štirikrat sprašujete? Sem že odgovoril na to vprašanje. Ja, ne boste zahtevali splošnih posvojitev. Odgovoril sem na vprašanje, da je naš cilj popolna izenačitev. No, ampak niste mi pa odgovoril, a je ta popolna izenačitev tudi v splošnih posvojitvah? Odgovor je ja. Torej, ta odgovor sem želel slišati. Ja, pa se sem vam razložil še nedolgo. Ni bilo dovolj razumljivo, no? Kako ni bilo? Torej, mogoče zdaj, če ima kakšen izmed publike kakšno vprašanje, mogoče še kakšen od dijakov, glede na to, da smo poslušali samo odrasle. Hvala, pa en lep pozdrav vsem. Mene samo nekaj zanima, malo bi prišla na drugo področje, sicer je pedagoško področje. In sicer me zanima, tako, no, zdaj po tej definiciji so vse te oblike skupnosti družina. In me zanima, ali bo pedagoški delavec, ki bo tu o tem poučeval otroke, pa bo recimo, ali bo lahko izpostavil, da je ena oblika družine boljša, mislim, ne tako boljša, ampak da ima ena oblika družine vselih več potencijala naprej pri vzgoji otrok. Veste, kaj je problem te vaše predpostavke? Da je kakršnakoli oblika družine boljša od neke druge oblike družine. Ne? Zdaj, v mojem vrednostnem sistemu so vse družine lahko enako slabe ali pa enako dobre. In tudi tle imam recimo nasprotnih družinskega zakonika in dajem popolnoma prav, ko rečejo, ne morete vi primerjati neko družino alkoholika z neko idealizirano istospolno družino. To je primerjanje jabolk in hrušk. Primerjamo ali dve funkcionalni stvari ali dve disfunkcionalni stvari. Te primerjave ne zdržijo in niso pravilne in niti nepravične. Se pravi, da pedagoški delavec ne bo smel dati nobene vrednostne... Čakajte, da vam razložim. Jaz nisem pedagoški delavec in ne vem, kako grejo pravila v šoli, kaj lahko učitelj naredi in kaj ne. Ali lahko reče, da so belci boljši od črncev, ali tega ne sme reči, recimo. Tega ne vem. Lahko pa vam pa povem v mojem vrednostnem sistemu, kako je. Različne družinske oblike so lahko enako slabe za otroka in enako dobre za otroka. In zdaj, ko grem brat študije, ki so narejene na istospolnih družinah,
za razliko od študij, ki jih ponujajo ponavadi nasprotniki, ki niso delane na istospolnih družinah, ampak na parih brez otrok, to smo videli, ko smo brali vaše študije, ugotavljamo, in to so reprezentativne študije, metaanalize in longitudinalne študije. Vse lahko si sami preberete, vam lahko linke si poiščete na strani za vse druzine.si, je vse objavljeno in si lahko sami preberete. Tam pravijo te raziskave, da spol staršev, spolna usmerjenost staršev ne vpliva na to, ali otrok lahko kakovostno odraste ali ne. In v šoli pač, po mojem prepričanju, bodo, in me veseli, da so odprli to temo, bodo učitelji lahko razlagali, da obstajajo različne oblike družin. In meni je to super, od tradicionalnih naprej. Samo še nekaj bi me zanimalo. Ne vem pa, če bojo lahko rekli, da so enostarševske družine nepopolne družine in tradicionalne popolne. Še eno vprašanje imam, in sicer včasih se izvajajo razne delavnice v šoli, tako v tem primeru, da se pač zbijajo predsodke glede istospolnih družin in tega, pa včasih starši o tem sploh niso obveščeni in me zanima, ali bodo imeli, če bo ta zakonik sprejet, starši to pravico, da bodo recimo po lastnih prepričanjih otroku prepovedali, da bi se udeležil take delavnice. Ali se bo zgodilo, kakor v Nemčiji, da bodo pol starši zaprti? Preden odgovorite na ta vprašanje, prosim, ker to je naš naslednji sklop, bi rad samo omenil, ker sem res razumel, vi ste rekli, da na podlagi spolne usmerjenosti staršev ne moremo pač v šoli reči, ta družina je boljša, ta družina je dobra. Ampak ali lahko rečemo, ta družina lahko ima otroka, ta družina pa ne more imeti otroka, zaradi spolne usmerjenosti staršev? Čak to malo. Zdaj pa treba reči, ga lahko ima, a ima pravico imeti otroka, ali ga lahko zaradi bioloških razlogov ima. Jaz mislim, da bodo dolžnost šole je, da otroke o tem poduči. O eni in drugi situaciji, o različnih situacijah. In da otrokom potem seveda to razloži, kaj so posledice, če grem po eni ali pa po drugi poti. In ko gre za vaše vprašanje, tisto, kar je v obveznem delu programa, pač vsi poslušajo. Tisto, kar ni, o tem se pa vsak sam odloča in dostikrat se odločajo otroci na podlagi tega, da se posvetujejo starši, ki potem rečejo, ja, tja pet, tja pa ne boš šel. No, ampak to bo zdaj del obveznih programov. Kdo je pa rekel, da bo? Lahko odgovorite na vprašanje? Ne vem, jaz tega ni in tega ne zapoveduje zakonik. Na to vprašanje... Napeljuje. Ne, nič ne napeljuje. Nič ne napeljuje. Veste, kaj je problem tega? To vprašanje mi je zelo všeč. Tukaj na mnogo kaj napeljujemo zdaj tukaj v tem prostoru. To vprašanje mi je zelo všeč, ker sem sam nacionalni trener človekovih pravic po programu Kompas Sveta Evrope in izvajam delavnice človekovih pravic po šolah. In sem recimo imel delavnice človekovih pravic v gimnaziji Idrija 3-krat, v gimnaziji Ptuj 2-krat, v gimnaziji Maribor 2-krat in izvajam delavnice človekovih pravic, ki se ji reče modrooki, rjavooki, po Jane Elliot. Če jo poznate, to je ta delavnica, ki jo jaz izvajam kot nacionalni trener človekovih pravic. Mi je všeč zaradi tega, ker naslavlja vse oblike diskriminacije, nobeden ne izpostavlja pretirano in postavlja ljudi v situacijo, ko so diskriminirani ali pa ko diskriminirajo. In nastane taka zanimiva dinamika. Evo, če želite, pridem brezplačno na Škofijsko gimnazijo narediti to delavnico. In v tej delavnici zelo uživamo, ker ljudje na lastni koži doživijo predsodke in na lastni koži doživijo tudi, da diskriminirajo druge. Tako da res ta delavnica je zanimiva, na YouTube imate Jane Elliot, boste videli, je zelo fajn zadeva. Ko sem bil jaz mali in sem hodil v šolo, so k nam hodili različni ljudje, recimo, ne vem, Svetlana Makarovič, pa vem, da vam ni všeč. Vem, da vam ni všeč, ampak so prihajali tudi, ne vem, tudi duhovniki, tudi, ne vem... A so prišli? So prišli, tudi duhovniki so prišli, pa tudi, ne vem, različni ljudje, različnih nazorov so prihajali na našo šolo. Jaz ne vem, ali so učiteljice v naši šoli, drugače pa jaz izhajam iz verne družine, mimogrede imam vse zakramente do birme, enega imam več kovin, to je izstop iz cerkve. V glavnem, vem, da ni, no, hecam vas, no, halo.
V glavnem, ne vem, če so učitelji spraševali starše, ali lahko povabimo tega in onega ali ne. Ne vem tudi, če je ta učiteljica vprašala, če lahko mene povabijo na to delavnico ali ne. To so pravila, ki morajo biti določena na šolah. In recimo na Ptuju so mi zagotovili, da imajo soglasje staršev, da se to počne. Jaz nisem šolnik, ne poznam, kakšna so njihova pravila. Ampak vem, da so k nam na šolo prihajali ljudje in ni bilo nobenega problema z različnih organizacij. Ne vem, če so starši spraševali, ampak to je bilo pred 20 leti, 25 leti, tako da zdaj je najbrž so se pravila bistveno bolj spremenila, zdaj je drugače najbrž. Ampak vse noben ne hodi na to šolo brez, da bi kaj slabega na tej šoli učil ali pa da bi kogarkoli razvrednotil. Jaz ne razumem, ne razumem tega strahu, da bi gej in lezbike prišli na šolo pa karkoli delali ali pa da bi, ne vem, kar je pa seveda v skladu z vsemi zakoni. Jaz sam torej izvajam, imam papir, na osnovi katerega lahko izvajam delavnice in ponavadi so te delavnice zelo fajn in res, če želite, lahko jo tudi prva enkrat izvedem, boste videli, ni noben bavbav in noben po delavnici ne bo rad gej ali pa lezbika, če že prej ni bil. Torej, ste želeli? Jaz sem hotel samo toliko dodati, da temu vzgojnemu seznanjanju s tipi družin pravzaprav nihče ne nasprotuje. Vse dejstvo je, da te družine so, da jih ne moramo streljati, ne smemo streljati, tukaj so in jih ne moramo, je rekel najprej. Ne smemo. Ne moramo, ste rekli najprej. Zato sem se predpobral. Okay, se oproščam, če je bilo narobe razumljeno, res nisem mislil tako. Ampak mi imamo seveda prakso, da se pod to krinko marsikaj drugega tudi dogaja. Kar pa ni samo to seznanjanje in da so pravzaprav čisto prijazni ljudje v našem okolju. To je pa druga plat te zgodbe, ni vezana direktno na gospoda Blažiča, je pač na druge delavnice, ki so se izvajale in še nekaj, zdaj to bom pa omenil, zdaj to zgodbo iz Cicibana, sama zgodba je luštna. Če jo preberete, taka lepa romantična zgodba, jaz, ki sem jo prebral, ta prvi nisem videl nič narobe v njej, priznam. Ampak, žal je zraven ampak, zraven je bilo pa navodilo za izvajanje te zgodbe v učnem programu, oziroma ne vem, koliko je daleč obvezen ta program. Didaktično se zgodba dogaja tako, da starši igrajo ta istospolni par. Tam pa nastopi problem, z otroci skupaj. Tam pa nastopi prvi problem in drugi problem, ki je v tem, je sporočilo važno je, da ima otrok varno in ljubeče odrasle, ne pa starše. Za nas je bistveno otroku sporočiti, važno je za tebe, da imaš ljubeče starše, ne pa kogarkoli. No in tukaj nastajajo pol te detajli, ki se pravzaprav starši srečujemo in imamo pomisleke. Mislim, da ni pomisleka nobenega nikjer, če bi prišli tako, kot ste vi rekli, to so ljudje, ki so okoli nas, so zraven nas. To samo po sebi ni noben problem. No in kaj, če starši niso ljubeči, so lahko tudi oče pa mama, Vi starši razumete samo biološko. Ja, mama pa to je naša razlika. No, se pravim, to sem začetka rekel, da je to razlika. Je ta, da vi razumete starše samo biološko, jaz razumem, oziroma mi razumemo pa starše širše, razumemo tudi socialne starše. In recimo za nas socialni starši niso nič manj vredni kot biološki starši. Tisti, ki skrbi za otroka, ni nič manj vreden, mora biti opolnomočen, ali je biološki ali pa ni. Seveda, zdaj sva spet na temi, Ja, imamo tudi, imamo rejniške družine. V redu. Imamo tudi rejniške družine. Lahko še eno vprašanje, glede na to, da ni bilo še mogoče... Rejniške družine niso v ničemer problem ali pa upletene v to debato. Pa niso starši. Torej, če lahko, mogoče še ni bilo čisto popolnoma, se mi je zdaj odgovorjeno. Se pravi, gospodična je omenila, kako bo zdaj učitelj poučeval pri državljanski vzgoji, kjer se uči tudi o družinah, da dokončamo vprašanje.
Gospod Blažič, vi ste omenil, po vašem prepričanju so vse družine popolnoma enake. Po nekaterih drugih prepričanjih je denimo družina, kjer imamo očeta, mamo in otroke, zato ker je pač z moškim in žensko v prednosti, ker je to edina družina, ki lahko sama po sebi naravno pride do otrok. Torej, zdaj je vprašanje, ali kateri zdaj vrednostni sistem bo uporabil učitelj, ko bo poučeval v 8. razredu, 7. državljanska vzgoja in etika družine. A bo zdaj prisiljen uporabiti enega od teh dveh, a bo uporabil pač tistega, kakor je njegov, ali kater vrednostni sistem bo uporabil učitelj, ko bo poučeval ta predmet. Ja, to morate najbrž vprašati tiste, ki so učitelji, oziroma tiste, ki oblikujejo to zakonodajo. Oni bojo najbolj kompetentno odgovorili na to vprašanje. Karkoli rečem jaz, nisem meritoren za odgovarjati na tako vprašanja. Jaz mislim, in to je zdaj moje osebno prepričanje, da se pač v šoli moramo učiti evolucije, ne kreacionizma. No, hvala. Zdaj če pomislite, gospod Strbenk. No, jaz seveda s to razlago se lahko strinjam od gospoda Blažiča, vendar, če pa pogledamo, kaj se je zgodilo v državah, ki so takšno zakonik že sprejele, konkretno imamo primere v Angliji, je zapovedano. Dejstvo je, da je tak princip podajanja teh snovi, da je zapovedan. In ljudje, ki tega niso hoteli početi, so pač morali to nehati delati. Kar pomeni, da pravzaprav jaz sem lahko stokrat hočem biti učitelj, vendar če tega nečem razlagati, potem učitelj ne morem biti. Kje pa to pripelje? Lahko še jaz povem svoje mnenje. Lepo prosim, debata se mogoče počasi že nagiba h koncu, tako da bom jaz še eno vprašanje gospodu Blažiču. Ampak se tudi je Črnc manj vreden kot Bevc, ni dovoljeno reči. Gospodu Blažiču, seveda je. Je dovoljeno. Na škofijski sigurno ni. Ampak nekatere družine pa lahko naravno pride do otrok, nekatere pa ne more. Če lahko jaz rečem dve besedi. V šoli po mojem prepričanju, pa jaz nisem tisti, ki bo delal programe in zapovedoval učitelje, se mora pač predstaviti situacijo taka, kot je, da ljudje pač vejo, v kakšnem okolju živijo, s kom se srečuje, tako kot smo prej rekli. Učitelj lahko konec koncev tudi reče, jaz osebno tako mislim. To je tisto, kar lahko naredi. Ampak hkrati bi pa še vprašal, če smo že pri debati, kakšni so pogoji, ali imate na škofijski gimnaziji kakšne posebne pogoje glede kadra, ki tukaj pride in poučuje. Ustavo moramo upoštevati vsi in ustavi piše, da ne smemo... A so morda dodatni kriteriji, ki jih je potreba izpolniti? Kriterij 100% ni, da ne upoštevamo Ustave Republike Slovenije. Vidim, da boste dober diplomat. No, gospod Blažič, v soboto 27.2.2012 torej je bila referendumska konvencija za družinski zakonik. Torej, na tej konvenciji je bilo omenjeno tudi tole. Spol je na kulturo vezan sindrom. Spolno telo je družbena konvencija. No, zdaj me pa zanima, kaj to, jaz sem poprečen škofic, tele besede mi delajo malo težav, tako da bi vas prosil, da mi mogoče tole razložite. Spet vam ne bom mogel dati meritornega odgovora, ampak vas lahko pa usmerim. Ni bila konvencija, bilo je vse slovensko srečanje podpornikov družinskega gibanja za družinski zakonik, in na tem je predavala antropologinja, znana in priznana Karmen Šterk, doktorica Karmen Šterk, ki je razlagala socialni darvinizem na tej konferenciji, oziroma ki je kot antropologinja razlagala antropološko oziroma sociološko teorijo spola. Ta tema je izrazito zapletena in se jo ne da odgovoriti na takšen način na hitro. Tako da vas usmerjam k njej in da si ogledate ta video in ona odgovori na to vprašanje. Gre za teorijo o družbeni konstrukciji spola,
ki je v sociologiji in antropologiji zelo močna in je ena izmed teorij, in je tudi zelo zanimiva. Ampak glede na to, da je bila to nekako srednji dogodek kampanje za družinski zakonik, predvidevam, da se vi potem s temi stvarmi strinjate. Najbrž ni kar nekdo predaval. Ona je bila uvodna govornica na tem srečanju in jaz z njenimi stališči popolnoma soglašam. Torej, če ste... Sem moram malo dodati. Mi se razlikujemo recimo našimi vrednostnimi sistemi tudi v tem, da recimo vi nekako dajete prednost naravi in naravnemu, mi pa pravimo, da so razmerja med ljudmi družbena in da so družbeno urejena in da narava s tem nima pretirane zveze. In da so recimo družbena razmerja urejena med ljudmi je en dokaz, to moram dokončati, da recimo par, ki biološko ne more imeti otroka po naravni poti, mu mi kot družba pomagamo z oploditvijo z biomedicinsko, heteroseksualen par govorim, pomagamo z umetno oploditvijo z biomedicinsko pomočjo. Ko si jaz zlomam nogo, mi narava ne bo pomagala, da bomo zdravi, ampak mi, ker smo družba, smo se zmenili, pomagali si bomo in smo se zmenili, da bomo imeli medicino. Torej, po vaše, jaz nisem moški, no, ni ženska, kako? Po tej teoriji? Ne, to ni tako preprosto. Vi, če se definirate kot... To so občutljiva družbena vprašanja. Vi, če se definirate kot moški in se počutite moški, ste moški. Obstajajo pa ljudje, ki so v moškem telesu, ampak se ne počutijo moške. In takim ljudem rečemo transspolne osebe in medicina takim recimo osebam pomaga do spola, ki je za njih pravi spol. To se dogaja lahko zelo zgodaj recimo v otroštvu, ko se otrok rodi z nejasnimi znaki, kakšnega spola je in potem se medicina na osnovi nekih kriterijev odloča, kakšen je pravi spol, enim se pa to dogaja kasneje v življenju. Ampak to so vprašanja, ki zahtevajo eno samo okroglo mizo na to temo in nimajo z družinskim zakonikom neposredne zveze. Posredno pa sporočajo, kakšen je vrednostni sistem. In jaz sem iz tega vrednostnega sistema, ki pravi, da so razmerja med ljudmi družbena in nenaravna. Meni ni naravno, da sem jaz zdaj v tem prostoru. Jaz medvede v naravi ne vidim, da bi brali knjige. In ne vidim, da bi šli pred oltar in si nadeli prstan in poljubili. Mi smo ta razmerja definirali kot civilizacija in so družbena. Tako mi razumemo svet. Glede na to, da ste vi pač to omenjali mislim na tem srečanju, je potem možno, da to vendarle ima nekaj zvezi s družinskim zakonikom, glede na to, da ste pač povabili to predavateljico. Predavateljica drugače na fakulteti za družbene vede predava torej študentom. Vezoma, kakor pravim, simbolično, ker govori... Torej je možno, da ta družinski zakonik to omogoča, tako prodiranje take teorije ali pa da bo taka mogoče predavateljica prišla na šole in govorila o tem? Ali vam lahko jaz nekaj rečem? Morate kot mladi ljudje, ko se vam odpira svet in znanje, ki vam ga predseduje šola, morate biti odprti za več resnic, za več interpretacij. In potem se odločate tudi po svoji presoji, kdaj. In napoteni ste bili recimo na vire, na to predavateljico, poglejte, če vas zanima, kaj misli, povabite jo, če vas zanima, kaj ima vam povedati in boste o tem debatirali. Mislim, to je ta prav pristop, bodite odprti do novega, pa ni treba vsega sprejeti in kupiti, kar vam prodajajo. Kot ste kritični morda do zakonika, bodite do vsega kritični okrog sebe. No seveda, ampak se pravi, s tem bojo potem se še povečale vplivi tovrstnih teorij. No, gospod Štrbenk je želel... Jaz seveda nisem ta pravo šolo hodil, da bi v detajle poznal to teorijo socialnega darvinizma, Poznam jo pač samo iz te literature, ki smo jo pač srečali v zadnjem času, v zadnjih 2 letih. In pravzaprav bi vam jaz zdaj lahko to teorijo zelo plastično lahko predstavil.
Ta teorija, seveda, zdaj bom povzel po nekem učbeniku in bom rekel, se strinjam z gospodom Svetlikom, preberite si pa sami, naredite vrednostno oceno. To je družbena konstrukcija spola, kar boste govorili, ne socialni darvinizem. Ja, to je tisto, kar je... Socialni darvinizem je nekaj drugega. No, bom pa drugače rekel. V istem kontekstu sem ga jaz razumel, tale stavke uvodne, kakor jih bom zdaj pač navezal na to literaturo, ki jo bom predstavil. Gre za to, da je to spol, da je nekdo moški, da je to nek stereotip, ki je bil civilizacijsko oblikovan. To se pravi, civilizacija je oblikovala, da ima moški pač penis, da ima take in take osebnostne lastnosti, ki so drugačne od lastnosti osebe, ki rečemo ženske in nima penisa. In to je pač po tej teoriji nek konstrukt neke zgodovine, nekih civilizacij, in ni nujno, da je resničen. To pomeni, mislim, v realizaciji, to smo pa doživeli na šolah, je pa to tako, postavi se pred ogledalo in si reči, fant bo rekel, nisem fant. Zakaj bi moral biti jaz fant? To ni res. Ja, to je res. To je zelo res, ker to v tem učbeniku kot navodilo za sprejemanje piše. Imamo citat. To je šlo po šolah in se je v šolah izvajalo. In to je tisto, kar pravzaprav nam problem predvsem skrb dela. Pa to nima z zakonikom čisto nobene zveze. Bomo prebrali ta člen, mislim, kateri člen? Jaz tega ne bi izpostavljal, če ne bi bilo to programsko izhodišče kampanje za vse družine, ker če je bilo tam rečeno, je del njihove kampanje. Jaz tega ne bi izpostavljal. No, gledajte, imamo to gibanje, pa imamo vaše gibanje, nekaj drugega pa je, lahko sam to dokončam, nekaj drugega pa je, kar mora država odgovorno narediti, ko piše zakon. In to nima neposredne zveze. Vsako gibanje ima svoje lahko posebne interese in jih je tudi izrazilo ob sprejemanju tega zakona. Stvar države pa je seveda, da ne sledi ravno vsaki želji in interesu in zato smo tudi prišli, kot je bilo rečeno, do kompromisne rešitve. In ne morete zdaj citirati navedbe enega gibanja ali pa enega človeka pa reči, aha, to pa je tisto, kar zakonik predpisuje. Mi morate zakonik brati, veste. Lahko prosim? Torej, da razsvetlimo naše goste. Torej, je izsek iz enega učbenika, ki je bil razposlan po šolah, priporočen za pouk državljanske vzgoje in etike. Torej bom prebral en odstavek. Identiteto, vezano na spol, izražamo s stavkom. Jaz sem to in to. Za hec lahko poskusite glasno ali pred ogledalem. Jaz sem lezbika, jaz sem gej, jaz sem ženska, jaz sem moški, jaz nisem niti ženska, niti moški. Mislim, kaj pravite vi na to, gospod Blažič? Najprej morate mi povedati, kar učbenik je to. Učbenik je ljubezen. To ni učbenik. Torej priročnik, ljubezen je ljubezen, ki je bil razposlan po šolah. Ko rečete vi učbenik, to pomeni, da je mogo iti čez neke procese, da je lahko učbenik. To ni učbenik. To je priročnik, ki ga je naredila ena nevladna organizacija in ga razposlala. Ki je v delu vaše kampanje. Ki sodeluje v kampanji za vse družine. In ta organizacija je Amnesty International Slovenija. In je naredila ta priročnik in ga razposlala po šolah. Jaz ga nisem prebral, ga bom pa zdaj, ker me res zanima, če je tako sporen. Moram zelo na kratko. To, kar je govoril gospod Štrbenk, da ne bi bila teorija o družbeni konstrukciji spola, je tako, kot da bi jaz, ko sem, ne vem, trgovec, govoril o finančnih tokovih na newyorški borzi. Ta povzetek ni bil korekten povzetek. To teorija o družbeni konstrukciji spola ne govori. Stvari niso tako preproste in če jih vi tako poenostavite, ljudje dobijo napačno sliko. Ljudje ne si sami preberejo ali pa ne poslušajo predavanja Karmen Šterk in bojo videli, kaj je v resnici to. To smo razumeli kot poslušalci tega predavanja. Da odgovorim še na to vprašanje. To, da se nekdo postavi pred ogledalo, torej da se vživlja v neke vloge, jaz v tem ne vidim nič problematičnega.
Kaj je to problematično, če greš preko gledalo in si rečeš, jaz sem moški, jaz sem ženska, jaz sem bel, jaz sem črnc, in se poskušaš uživeti mentalno v neke druge vloge, da jih razumeš. Recimo pri delavnicah o človekovih pravicah je ena izmed temeljnih metod uživljanja, recimo delavnica Stopi korak naprej, ki je v priročniku Kompas, ki ga Svet Evrope priporoča, se uživljamo v različne vloge, različnih družbenih skupin, privilegiranih, deprivilegiranih in poskušamo razumeti te družbene vloge teh ljudi. To je eden izmed mehanizmov, kako lahko človek malo širše razume svet, da se uživlja v vlogo nekoga drugega. Jaz v tem ne vidim nič strašno problematičnega. Lahko sam besedo na to. Ne poznam pa ta del, ki ste ga meni sicer tako rekel, da sem ga presplošno vzel, mislim, da sem ga dokaj verno povzel po tekstu, ki ga boste noter zasledil. Druga stvar je, ni problem, če se ti pred špego postaviš, pa si neke stvari razčiščuješ. Zadnje tudi jaz se pogledam, se že bolj si od včeraj ali takole, ali manj. Ampak problem je, če ti gradivo, s katerim na osnovi kjerga to počneš, seje nek dvom v to, kar si. In recimo, sej to boste pravzaprav res mogoče najboljš probati. Ampak zakaj je to dvom? Ampak dvom je zasejan zato, ker je uvodni stavek, če si stokrat rečeš, da si moški, ker menim, da sem moški, je to neka presumpcija, neki zgodovinski konstrukt, ki nima nobene realne osnove v tem. To ni osnova, to skratka, so civilizacije, so si to zmislile, zato da bi ločevale moškega od žensko. Mi si pa zdaj to zagovorniki, bom pač rekel, družinskega zakonika, pa to še potenciramo zdaj, ker pravimo, mama bo dala otroku ta del prispevka v njegovem razvoju, oče bo dal drug del v njegovem razvoju. Tako da se ta zgodba, ki mogoče res ni izvorno iz družinskega zakonika, svoj cilj oziroma svoje rezultate prinese točno v debatah. Kaj sta oče in mati v družini? Kaj sta ustavno varovano materinstvo in ustavno varovano očetovstvo? Kje se potem, kaj je pol od teh dveh stvari sploh še ostalo? Če je očetovstvo in materinstvo družbeni konstrukt, kateremu verjameš ali pa ne. No, tega družinski zakonik ne piše, ampak jaz se bom moral opravičiti, ker vidim, da bo debata še trajala, ker me druge obveznosti čakajo, pa če mi dovolite, bi na koncu vse na temo, ker smo toliko istospolnih govorili, nekaj rekel. Tako zelo osebnega. Jaz sem hodil leta nazaj, že, ker sem že bolj star, tako kot profesori nekateri tukaj, k verouku. In pri verouku so nas učili, da je vsak človek rojen po Božji volji in po Božji podobi. A je res? Je. No in torej, če je temu tako, potem so tudi istospolno usmerjeni ljudje rojeni po Božji volji in po Božji podobi. In pomislite na to, ko razmišljate o tem, kako potem obravnavamo ljudi, ki so istospolno usmerjeni. Ali jih moramo obravnavati kot ljudi, ki so med nami, enako kot vsakega drugega. Kajti bili so, kot rečeno, rojeni na tak način. In zato jih družba nima pravice, v resnici jih družba, katerikoli organ te družbe, naj bo država ali pa cerkev, po moji sodbi, jih nima pravice postavljati v neenakopraven položaj. To dajte razmišljati. Najlepša hvala. Daj, ko poslušam debato, meni se pa čezmeram ob družinskem zakoniku postavlja eno vprašanje. Če mi danes sprejmemo če mi sprejmemo na referendumu družinski zakonik in bo potrjen, bomo v bistvu uzakonili neenakost pred zakonom. V bistvu bomo diskriminirali istospolne pare, ker ne bodo imeli možnosti posvojitve tretjega otroka. In hkrati se jaz bojim, če pač v naši ustavi pa piše, da diskriminacija pač pred zakonom ne sme biti, se bojim, da bo šel pač zakon na ustavno sodišče in potem bo, potem, ko bomo naknadno pač v zakonik moralo biti vnešeno tudi to, da imajo istospolni pari možnost, da posvojijo tretje, to meni otroka, ki ni od nobenega partnerja. In to je moj strah. To je razlog, zakaj sam ne bom podprl družinskega zakonika. Ta strah je rahlo schizofren. Zato, ker vi se bojite, da je diskriminacija, hkrati pa se bojite, da bi to diskriminacijo odpravili. Zdaj pa, a veste, pri tej posvojitvi je tako,
Gre za pravico do postopka, da se človek postavi v vrsto, potem pa ustrezne inštitucije ocenijo, ali je v največjo otrokovo korist, da otrok živi v taki družini. Ker vedno se išče družina za otroka, ne otrok za družino. Ne? Ampak pravica otroka, da je posvojen, ali pravica odraslih, da posvojijo otroka? Pravice odraslih, da posvojijo, ni. Te pravice ni. Je pravica otroka, da je posvojen v družino, kjer bojo njegove koristi najbolje upoštevane. To je edina pravica. No, ampak, gospod Štrbenk. Ne, lejte, jaz sem hotel samo za zaključek, ker vidim, da se to počasi zaključuje, samo gospod Blažič. A dovolite en citat vaš iz magnetograma. Zihar sem kaj grdega rekel, ker sem bil jezen, ampak kar dejte. To je bilo takrat, ko je prišel ta tako imenovan kompromisni predlog. Ne. Kompromisni predlog je za kampanjo za vse družine gnil kompromis. Ja. To je vaša beseda. Druga citat. Nov predlog ureditve partnerskih in družinskih razmerij ohranja diskriminacijo istospolnih parov in družin. Ja. In tretji citat, ki ga bom dal, z uveljavitvijo kompromisnega predloga zakonodajalec v javni red vnaša pravno zmedo. In še vedno zagovarjate ta zakon. Ampak to ni bil moj pravna zmeda. Iz magnetograma povzeti. Ja, prej ste me vprašali, ne vem, zakaj ploskate, ker sem to že sam prej povedal. Gospodu Svetlik. Men pa ne... Dobro se važa. Tle ni nobenih dvomov. Jaz sem že sam prej povedal, da po našem prepričanju 14. člen ustave pomeni, da smo vsi pred zakonom enaki. Zato je pa ta družinski zakonik kompromis, ker smo mi pristali na to, v redu, damo to ven, v nekaterih stvarih pač zaenkrat še ne bomo izenačeni. Ampak to ste naredili s figo v žepu. Ampak ne Kako s figo v žepu? Ker ste sam povedal, da boste naslednji korak naredil točno to, da boste prišel do tam, kjer je vaš končni cilj. Ja, in Ustavno sodišče bo kompromisa pol ni. Ustavno sodišče bo o tem odločalo. Zato, ker želite to odločanje o tem prenesti iz oblasti ljudi, torej državljanov, na neko sodno inštanco. Mi pa ravno to hočemo povedati. Slovenci se odločamo o tej stvari zdajle. Potem se ne bomo imeli več te možnosti. Potem bo šlo to vprašanje na neke inštitucije, kamor mi v glavnem nimamo vpliva. To ni res. Imamo še eno vprašanje tukaj iz publike. Ampak to pomeni, da vam se pa zdi okej, da je nek zakon diskriminatoren. Ne, in neustaven. Jaz delim z vami popolnoma mnenje, da je protiustaven. Jaz trdim, da je protiustaven in tudi zato glasujem proti. No, daj pa prosim... Se zakon o zakonskih zvezi in družinskih razmerjih isto. Gospod Blažič. Se posluša. Samo eno mnenje. Ste rekli, da te zdaj ljudem v bistvu to, da se odločimo. Samo mislim, jaz po mojem mnenju je to preveč kompleksna zadeva, da ste lahko normalni državljani, ki mislim, da nimamo glih cel dan časa, da vsak člen pravno preučimo, kaj to prenese nam, da je ta taka velika odgovornost na nas. Mislim, da bi mogli pač imeti eno skupino in oni to odločiti, ne pa da se to nas. A to je... Ja, lejte, to je res, ne. Mislim, žal nam med skupinami, ki smo sodelovali pri tem zakonu, konsenza ni uspel najdeti, ne. Zato, ker se nekako nismo slišali, nismo se hoteli slišati, zato, ker pač vsak izhajamo iz svojih vrednostnih sistemov, ne. Jaz se popolnoma strinjam, jaz sem pravnik sicer po izobrazbi, ne. Pa imam kar nekaj problemov pri razumevanju, pri analiziranju teh zakonov in si točno predstavljam, da je to izredno težek zalogaj pravzaprav za človeka, ki zakoni ni imel nikoli posla. Zato je pa po moji oceni zelo važno, da poslušate argumente, ki jih pač lahko jaz povem, ki jih pove gospod Blažič. Mi se ne spuščamo v take silne detalje in potem boste presodili po lastnem prepričanju, po lastnih vrednotah v tem okviru. Okvir je pa pravzaprav samo en. Ali sledite temu družbeno-socialni koncepciji družine, ali sledite konceptu družine ata pa mama.
No, To je zdaj osnovno vprašanje. Torej, zdaj mislim, da je to za danes vse. Se zahvaljujem vsem, ki ste prišli na to okroglo mizo. Posebej se pa res zahvalil tudi našim gostom, torej gospodu Petru Štrbenku in Mitji Blažiču.